Vaja. Vse, kar rabiš, je iskrenost. A imamo uni aplauz, da ga fukneš čez? Ja, da je Ja, vklopil čakaj. gum na Zoomu. Ne. Pizda. To. Ja, moram držati. Aha, to je. Ja. Okay. Hvala. Pa tudi to imam. Ta. A je pa dumc. Ja. Damo ta dumc. Sram te bilo. To bo ta prva stvar. Če bi poslušal kakšno epizodo, Beno, to bo ta prva stvar epizode za vse, ki nas poslušajo prvič. Ja, niso PSB, ampak so PSD. If you know, you know. Ni v BMP. Ne, tisti je potrat. Mi je pa the best, je pa fetiš. Ne? Je dobeseden fetiš. Ne spolni fetiš v tistem primarnem. Ja, to bomo odrezali, pa dali čisto na začetek videa. Kaj, samo spolni fetiš bomo dali Ne, na začetek? ne spolni. Pa del o tistih pornoigralkah. Ja. Kar spremljam, ne? Spolni fetiš. A se ti zdi, da si se na neki točki zafrknil in da zdaj v bistvu nekako se ne moreš rešiti teh trakov? A bo to zdaj forever in your art? Lepilni trakovi, to je tako deep dive, ne? Če boš kdaj rabo menjati boiler ali karkoli z vodo dela doma, zdaj imaš te teflonsko nitke, ful bolj školaski. Final Fantasy po 7, ki naprimer ne sedajo dober, ker v bistvu imaš ogromne zmaje pa tipe v nekih AliExpress črnih krilih dolgih, razumeš, to mi sploh ne gre nikak skupaj. Ja, mislim, na koncu dneva imaš sam 3 opcije, kaj slikaš, ne? To je res. Abstraktno, figuralno ali pa nič. Dobrodošli v 13. epizodi druge sezone kritiškega posladka oziroma posedka v obliki podcasta. Danes imamo v gosteh umetnika, slikarja, podcasterja, gamerja, meme gif mojstra, snemalca, montažerja, inštalaterja in poznavalca lokalne divjadi in strastnega tekača Mita Gegiča. Pozdravljen, Mito, kako si? Servus, v redu, hvala. Ja, kako se ti je zdel ta moja napoved? Precizen. Ja? Ja? Jaz sem edino zmeden s tem inštalater. Ja, tudi ta je bila huda, ampak tudi to obvlada, veš. Boiler je pa to. Ja, dihtunge, malo, veš, one laski, ki se da okrog navoja, zato da preklopiš od točno cel upravljenega stroja na... A nisi glih prejšnji teden razlagal, kako ti manjka en... Ja, v bistvu zdaj pri mojih 41 letih sem ugotovil, da imam meje mojega znanja. Večina gre, tak 90% tega gre, ampak pri orih laskih se zakomplicira. Sam tako, ne? Če boš kdaj rabo menjati boiler ali karkoli z vodo dela doma, zdaj imaš te teflonsko nitke, ful bolj školaski in ful lažje delati z njo. Evo, hvala. Dobro. Jaz sem mogel menjati naš boiler doma. Viš da to, super. Ok, to bo drugač podcast o tehniki in sponzorirana z Merkur. Ne, Merkur. Okay, ja. Junker sponzorira. Plinske peči. Ok, ne, drugač. Pogovarjali se bomo o Mitovem delu, o slikah, instalacijah, o lepilnih trakovih, o bambijih, mačkah, okusu za fashion in preteklih in bodočih razstavah, slabih šalah in podobno. Z vami sva tudi Jernej Čuča Gerbec in Maša Žekš, ukvarjava se z likovno kritiko, kuriranjem, pisanjem in umetniškim ustvarjanjem. To, kar poslušate, je kritiški posedek, posladek, paraumetniški projekt ali nova identiteta klepetava z art folkom. Vse dosedanje epizode lahko za nazaj poslušate na vseh glavnih audio kanalih in vse pomembnejše stvari, avtorje, dogodke, reference, ki jih bomo omenili tekom podcasta, jih bomo polinkali v opis. Torej, če ste na YouTubeu, je v opisu videa spodaj, če kje drugje, denimo na Spotifyju, pa so zapiski zbrani v opisu posamezne epizode. Lepo pozdravljeni. Poslušate kritiški posed. Posladek. No, Jernej je danes rekel, da bi se rad pogovarjal o Clone Wars. Clone Wars. Šura, pri kateri sezoni ima začela? Prvi? Pri najpomembnejši. Ja, ne, danes sem jaz Jerneju povedala, da si ti treki in pol je on rekel, se bomo pogovarjali o Clone Wars.
Okay. Sem da. tudi Star Wars fan. Ja. Sej, to smo pol ugotovila, sem mu potrdila, da je to res, ker je Jarnej bil prepričan, da tiska je tak goreč treki, da mora hejtati Star Wars. Ne, jaz sem jih samo vprašal, kakšen tip trek je. Tisti, ki je tako Star Trek against Star Wars, ali treki, ki appreciate tudi drugo. Ne, treki niso takšni, to so samo Star Wars fani. Lepa. Ja, ne, jaz nisem gledal Clone Wars. Tako da ne vem, kaj se bomo pogovarjali. Nisem pogledal ne Filonijevih, ne od originalnih Jenny Tartakovskih Clone Warsov, nisem nič vedel. Je pa vedel, da je Soka noter, tako da to... Okay. Ja, samo drugo epizodo sem pogledal, ampak ja, originalnih 6 filmov. A ja, to. Ta del Clone ja. Warsov. Okay. A teh, ok. Ne, nisem se Ta spustil. pogled prezira, ki se je zdaj zgodil. Kdo komu? Cool, anytime drugače, ampak ja, lahko to. Ne, vem, da bi mogel gledati, ker me da full fine. Če ne, eni celo pravi, da je mogoče najboljši del od Star Warsa. Meni osebno ima zelo lepo, dolgo zaokroženo zgodbo, pa malo se ti novi liki lahko boljše razvijajo, kot pa se v filmih lahko. To je tak prednost serij nasploh in mislim, da tukaj je čisto ok vstopka v to noter. Evo, to je tako dobro priporočilo. Bomo drugič naredili ločeno epizodo Komod. o Clone Wars, ki bo vam midva bila, ker noben od vaju ni gledal. Si bo vzela kakorkoli že tistih ur za pogledat. Jaz ne vem, če Kaj je že binge clock? zmorem to. Ali kaj je že tisti, ki ti pove, koliko časa moraš gledati nekaj? Aha, ja, to, ko upišeš not One Piece, pa ugotoviš, da nimaš več dosti časa v lifeu, da bi mogoče to pogledal. Ti si hotel zdaj pogledati celega. One Piece si htela gledati? Ne, sam vem, da je tega ful in da se ne izide. Glede na Na kratka življenja, ki jih Ja, živimo na ja, tej ja, obli. ja, na mojo okay. perspektivo Ja, to, trenutno, ja. okay. Okay. Konc heca. Gremo zdaj k tebi, Mito. Jaz sem imela kar težave, mogoče se prepraviti, kaj vse bi se lahko o tvojem modelu pogovarjali, ker si glih letos imel te 2 večji samostojni razstavi in še valjda kup skupinskih. Te so bile dobro pokrite in je bilo tudi enih kup intervjujev, pa video posnetkov in to. In zdaj na koncu se mi je zdelo že, da se ti skozi ponavljaš glede svojega dela, načina dela, procesa dela, vsebine, bla, bla, bla. Tako da mogoče bomo videli, kam bomo ločeno zašli, kar se tega tiče, ker Jernej mogoče ni toliko seznanjen s tvojim delom. Pa bi mogoče jaz začela, torej, slikarstvo, glavna lastnost, po katerih ljudje prepoznajo tvoje slikarstvo, predvsem mogoče malo starejšo, pa tudi zdaj kasnejše, ampak ne več toliko, so torej te lepilni trakovi, s katerimi se ukvarjaš. In zdaj bi jaz prosila za poslušalce, da na najbolj možen, enostaven način razložiš, kako ti si delal s temi trakovi in kako s temi trakovi delaš zdaj, ker zdaj pri teh novih slikah, ki delujejo ful bolj na hitro abstraktne in veliko bolj razpacane, all over the place, bolj barvite, bolj tako, se teh trakovov skoraj da več ne vidi, medtem ko včasih so se pa ful. Jaz imam tukaj en star katalog tudi zraven, kjer so te trakovi zelo očitni, ker se tudi barvno zelo razlikujejo od ozadja, ki je pač res ali čist belo ali neke monokromne barve. Zdaj pa so se malo zakrili. Tako da mogoče v teh lepilnih trakovih, kjer je lepilni, ki smo že prvi v Merkurju, pa to ne, kjer je lepilni trakovi, so to, kako funkcionirajo in zakaj zdaj jih je vedno manj. Čakaj, ne pri Merkurju. Zdaj, lepilni trakovi, to je tako deep dive, ne? No, sej zato sem odprla to. Zadnjič sem imel jaz velik problem, ker sem iskal specifičen lepilni trak od 3M-a. In to ne uni fancy, to je ta navadni lepilni trak, ki ga imaš za doma, ampak tisti ta prosojen, ne prozoren, ki se ful lepo odlima. Boh ne daj, da bi kupil slučajno nekega, ki ni 3M, ker na koncu ti zjebe vse. Ok, se strinjam. Ja, Tako da ja. Kaj to pomeni, da ti zjebe vse? Ja. Pravi, se prime gor ali pa ti pusti ful sledi. Rabo sem pač lepilni trak, ki se bo odlimal in se bo dejansko odlimal, brez mi pobrati pol papirja stran. Tako kot maskirni, rumen, za pleskati. Tega uporabljam. Ne? To je razlika. Ti si iskal selotejp, pregovorno se temu reče selotejp. Jaz pa uporabljam krep trak oziroma maskirni trak, se reče slikopleskarski trak, ki je pa ta rumen. Slikopleskarski, to je prav ona. Ja. Ok, jaz sem to ni ta isti, ker ta, kar jaz govorim, to je unka se strga na pol, ker je res tak papirček. Ja.
Imaš še enega, imaš tistega modrega. En model je še, ki je mičken bolj trpežen, pa bolj hrapal. Pol imaš pa oranžne, ki so naprimer UV obstojni. Pol imaš pa bolj lepljive, ne vem, in etc. Ampak po večini so pa vsi namenjeni za to, da imaš skiraš pač v sliko pleskarstva. Te modri so celo take, da jih lahko ukrivljaš. Ne? Ja, če so tanki, naprimer, to je vse odvisno, v bistvu, kakšna kompozicija sestavinje noter v tem. Po defaultu jaz uporabljam ta klasičnega, rumenega, bivšega aerota, na temu sem začel. No. Da pa odgovorim na vprašanje, zakaj. Torej 2009 sem prvič posegel po njem in posegel sem po diplomi, ko sem nekako začel tuhtati bolj profesionalno ali pa tehno, kaj z mojim delom sploh početi, ker pač, ko po diplomi ven odletiš iz alma mater in nimaš pojma, kaj bi rad delal. Sem pač si zgradil neko zgodbo okrog slike, ki nima več telesa in bi rad novo telo za njo naredil, neko novo meso. In sem prišel do ideje ali pa koncepta, rečemo temu, zip paintings, torej slike, ki so kompresirane, ki lahko odvzamem del telesa, pa jo zapakiram v neko nov nosilec ali pa telo, kakorkoli bomo temu rekli. Pač ta klasičen PC govor, kakorkoli. Ne. Skratka, meni selotejp je in še tudi služi kot nosilec, glavni nosilec informacije. Glavni nosilec, ki se potem prenaša na novo platno, ki nosi barvo. Ne. Vsa barva poprej je bila na njemu, zdaj v novih slikah ne toliko več. V novih slikah se obnaša kot nek sestavni del nove kompozicije ali pa malo bolj barvitega značaja, predvsem v kontrastu z nečim bolj organskim, deluje tukaj v novih slikah bolj kot nekaj ostrega, hladnega, industrijskega in tako naprej. Poprej je pa bil čisti nosilec. Ja, mi smo se prej malo pogovarjali o tvojem delu in ena zanimiva opaska je bila, da imaš ti tako interlaced fotke, sploh tiste, ki so deljene na dve, samo niso v standardu, ne? Ker imaš pokončno namesto vodoravno. Ja, pač slikarstvo je precej bolj pokončno kot pa tale, ne vem, TV format ali kakorkoli. Pa tudi verjetno ni število ta pravo na koncu. Ne, to se nikoli nisem šel. Ampak ja, štekam. A imaš daj sploh to število, da bi kaj pomenilo, ali je sam, kolikor pač jih zasede platno, na katerem delaš? Oziroma so formati tudi kaj vezani na izbiro? Ne, po večini ne. Redko sem v bistvu šel za, naprimer, izštet. Ena slika je bila, kaj že 411 metrov, samo podobe nekaj tako, kjer sem pač avtoportret naredil na dejansko 411 metrov tega traku, pač kot nek joke na pol, ampak to je pol kupo nek tip v Abu Dhabiju preko Sačija, bizarka. Ampak ne, te cifre ali pa številke, ki jih uporabljam pri svojem delu, so bile ali vezane na čas, niti ne toliko zdaj, ne vem, na neke računalniške izpeljanke ali pa na bitno kodo ali pa, binarni jezik, kakorkoli, ne. Tako da ja, ne, nikoli mi ni šlo toliko za to. Kako pa formate zbiraš, ker posegaš intuitivno? Ja, nimam v bistvu za to neke preference, no, da bi rekel, ok, moram pa narediti serijo 1x1 Instagram format, zato da bo... Ne, sploh ne. Nekaj časa sem celo pri Šnablu kradel njegove razmerje stranic, ker so pač njegove slike kule in smo bili, ok, probal bom neko tako podobno kompozicijo spraviti, podobno format, ampak pol je tak čist x-ratalo. In pol naredi take formate, da meni za 2 centi zmanjka, da bi jo spravila na to galerijo. Ja, moja krivda v celoti, ampak po domače povedano, kaj točno počneš. Imamo trakove nalepljene na platno, stvar se naslika gor in pa se te trakove posamezno odlepi in nalepi na eno drugo platno. Točno tako. To se je dogajalo. To se je dogajalo. Tako je bilo. Ja. Tako so očaki povedali. Kaj pa to, kar praviš, da zdaj to te predstavlja kot nek nosilc in to? A se ti zdi, da si se na neki točki zafrknil in da zdaj v bistvu nekako se ne moreš rešiti teh trakov? A bo to zdaj forever in your art? Good question. Full cajta sem imel ta feeling in 4 leta sem rabil za odgovor. In odgovor je bolj me kurac. Bilo je tako, da v bistvu problem z slikarskim platnom, pa potem nekaj, kar je nalepljeno nanj in da je zgolj ta dialog spostavljen, ali je to v neki ustrini ali gmoti ali kakorkoli bomo to rekli, vedno je predvidljiv dialog, predvidljiva platforma pogovora, ne? Ali je to pač ta internetna podoba, ki jo ukradem, naslikam preko projektora v zelo realistični maniri na ta trak in prenešena na novo belo platno, mi je postala boring, predvidljiva in hkrati slepa ulica. Ne? Za v bistvu 4
4 leta sem se mučil s tem, pa odgovor mi je pač enostavno bil, da se moram sprostiti tega, da enostavno ne more biti zgolj nosilec, lahko je trak tudi drugačna informacija, lahko ima več pomenov, lahko ima tale, tako kot sem prej rekel, industrijski značaj, lahko ima neko vertikalno noto, lahko je v bistvu popolnoma likovno brezvezen poseg notara. Ne. Napredek dejansko je v tem, da se pač ne ukvarjam več s tem toliko, na ta način, kot sem se poprej. Tako da je možno, da se kmalu zgodi kakšna slika, ki bo imela nič trakov gor. Vse ti primeri obstajajo, ampak so pač bolj zasebne In narave. bodo prišli na velike samostojne razstave v prihajajočem letu. Ja, se zdaj v novejših delih se že malo osvobajaš tega traka, v smislu tudi tega, ker je javno predstavljeno, ni več toliko v centralni poziciji. Si imel pa tudi nekaj starejša dela, ker so bile bolj instalacije. In zdaj mene zanima, kaj se s tem zgodilo. Ja, na nekem stand-byu bi rekel, da so. Stand-byu? Ja. Bo še? Ne vem. To vprašanje sem imel že zastavljeno, zdaj ne vem sicer od koga, mislim, da Maša me tudi nekrat vprašala, ampak jaz nisem resno umetnik, kar se tega tiče za inštalacije, da bi rekel, ok, on pa za full eno leto researcha noter vrgo, da bom točno site-specific postavil neko postavitev, ki bo imela rep in glavo in vse skupaj. Nikoli nisem bil in tudi mislim, da nisem tega sposoben. So dosti bolj sposobni umetniki od mene, ki znajo to, dosti boljše. Ampak, ko pa sem posegel, sem vedno temu rekel nek ready-made, čeprav je bila vedno kombinacija ali pa sestavljanka. Predvsem pa mi je bilo kot dopolnilo slikarski postavitvi na razstavi, pa kot bolj neki taki poetičen poseg. Vedno je bilo zelo easy koncept, 2 materiala mogoče, ki se pogovarjata v zelo jasno začrtanem lovskem kontekstu, kakorkoli. Ja, sej, to je tisto, kar mi tudi meni je bilo zanimivo, oziroma se sprašujem, kako to, da se je ta instalacijski del toliko ločil od tvojega slikarskega dela, v smislu, da, ostala je ta motivika, to absolutno, ampak nisi pa združil ta 2 pristopa, recimo. Niti, mislim, verjetno nisi čutil potrebe, ampak mi je pa zanimivo, da je tako, kar da bi res šel na 2 pola, ne. Tisto, kar je instalacijskega, je bilo res zelo striktno v tej zelo predmetni estetiki, slikarstvo ostaja na platnu, ni pa se zgodila, ne vem, nobeno križanje, pa vsaj neka prehajanje med njima. To se pa ne bi strinjal. Ne? Ne, jaz mislim, da v načinu gradnja ali pa dialogam teh 2 materialov pa teh platform, kjer je spostavljeno, sta v bistvu precej podobna. Ne? Ali se srečata 2 ali belina pa trak, ali pa nek gospodinski predmet z lovstvom. V tem smislu sta si precej identična. Ne? Ja, se pravi, tematsko in to, ampak iz vidika samega medija, ne, da bi recimo posegel tudi bolj z... Da to zaskušamo razumeti, kaj misliš, kip, da bi naredil? Ali ne rabi biti kip, ampak dejansko tam se... Ja, sej, instalacijo si gradil na isti način, kot gradiš slikarstvo, nisi pa združil slikarskega medija oziroma ta kreacionistični pristop, ki ga ima slikarstvo, da bi posegel, da bi prebarval, da bi res bilo bolj dobilo to kvaliteto slike oziroma... Ja, ok, zdaj pa vem, kaj misliš. Ja. Ne, nikoli nisem čutil potrebe. Se pravi, v bistvu, jaz sem prvenstveno slikar, da bo čist jasno. Ne. V bistvu tukaj, kar se tiče inštalacije, bo to vedno hipno, zelo spontano. Ampak izgledajo pa zelo premišljene, tako da je ta spontanost je meni zanimiva, da tako omenjaš. Mislim, se izgledajo take preproste, ne kot cek, ampak hkrati pa ni tistega občutka, da bi bilo, ok, to je moja prva ideja in to mora biti, ampak je, kakor da bi od zadaj še bilo nekaj uloženo v to, da se potem res ta harmonija sestavi. Recimo tisti mlinček za meso pa parkelj, tisto je tako zelo fino postavljeno skupaj. Ja, se je tudi dosti časa vzelo. Ja. No, vse mogoče na tej točki, če že to govorimo o tej instalacijah, bi lahko kakšno tudi opisali. Jaz se spomnim te razstave, ko je bila v galeriji Krško leta 19, torej te Angeli v revirju, ki je v bistvu dejansko bila kombinacija torej slikarskih del in teh instalacij, medtem ko kje sem se jaz prvič srečala s tvojim delom, pa sploh nisem vedela takrat še, kdo si in da slikaš v resnici, je bilo pa v galeriji Kresija, ko je bila ta razstava, spomni se me kot del dneva, kjer so bile samo instalacije razstavljene. In sicer ni bilo tega mlinčka, ki ga ti omenjaš, Jernej, ampak je bil tista velika stara vrata so bila, ki so od tvojega, skozi ključavnico, s katere kukalo si lahko pogledal in videl sobo tvojega dedka, lovca, pa potem tisti kadaver, jelen kot kadaver, pokrit sam rogovi ven, ki se dviga in spušča, kot da še zmer diha.
tiste puške, ena proti drugi, soočene, ki počijo. Ob pristopu, ko se nekdo približa, naslov je Poljub po Rodenovem kipu. Ja, še kaj je bilo, samo to troje? Ne, to troje. To troje. No, recimo, jaz sem takrat prvič videla tvoje delo, no, tako da zato ti mogoče tudi toliko težim s temi instalacijami, ne? In ker že zadnje 2 leti, odkar te poznam, zbiram rogove za tebe, ne? In čakam, da boš rabu kaj od tega. Ne, veš koliko rogov ima, to je bolano, dost rogov imam, sploh ne vem, kaj ne z njimi, ampak ja. Ne vem, kako ti ne odgovorim na to, kje stojijo moje instalacije, ker odkrito povedano ne razmišljam o njih. Kaj pa če bi tako kakšne šandelire začel delati, pa se ali pa držaje za nože, ali pa kako so že, to imajo tudi radi, obešalnike za plašče. Pa tako. Aha, ja, tako na gor. Kot veš, na rogovje, ki tako ne. Razumem, ja. Ne, odkrito povedano, tako sem sit tega, da ali mi lovska motivika pride zelo spontano v teh inštalacijah ven, je cool, se jo pograbim, se jo poslužim, jo naredim. Pa recimo, da sem jih razstavil 75% tistih, kar sem jih naredil, ali pa imel vse ideje za nje. Nekaj je bilo še tistih videov, ki sem jih naredil okrog tega, pa tudi tega ni toliko, kot bi si pa želel. Ampak nikoli mi pa ni bilo toliko v ospredju, kot pa za tisto razstavo v Kresiji. Kjer me je pa Zoran, ki me je prosil, če bi sodelovala skupaj, on mi je bil kot tehnični producent, če bi mi pomagal realizirati. Njemu so bila isto všeč te moje ready-made whatever instalacije, in če bi realiziral. Pa sem takrat rekel, v redu, ok, dajmo. V bistvu cela razstava mi je bila izziv, pa ful lepa učna ura, po drugi strani ima zelo osebno konotacijo, ker je bila posvečena mojemu pokojnemu detku, lovcu. Pol pa ne vem, ali zaradi tega nisem več delal, ali pa sem si sam nekako kot klukom bi se mogoče mogel drugače lotiti, ali pa sem se enostavno strošil tukaj. Ker če sem čisto odkrit z temi kostmi pa trofejami, se da pač zgolj toliko narediti, kot pač material dovoli, ali kako ne rečem. Kaj pa tale, ko smo glih prej o tistem mlinčku govorili, to je bilo na tej razstavi v Indiji, kjer še zmeraj so ta dela, ali nekaj njih, ali si to uspel zdaj dobiti nazaj? Ne, nisem še vedno tam, ampak sem naredil za moje lastne potrebe potem V2 verzijo, torej jo imam doma v ateljeju. Naslov je Stiska, pač te inštalacije. Ampak ja, original je v Indiji. Forever v Indiji? Ali... če najdeš financerja, ki mi plača prevoz nazaj, sem z veseljem. Pa to so tudi slike tam, ne samo slike, instalacije. Kje pa v Indiji? Exhibit 320, 320 Gallery, kakorkoli bomo temu rekli, ki je bila kot del moje nagrade na Arte Laguna 13-14, sem pač tam lahko razstavljal. Zdaj pa problem s to nagrado je bila, da si mogel privoliti v sprejem še pred uradno razglasitvijo. Jaz sem ful slabo prebral tale drobni tisk, kot mlad pač na debuten umetnik. Fora je, da v bistvu si mogel sam plačati prevoz. Tja in nazaj. Za tja sem še nas zbral, za nazaj pa... Tako bi mogel en fundraiser narediti. Ja, New Delhi. Ja, ne, zdaj fundraiser. Ja, ne, razmišljam, če poznam, ko bi šel iz tam. Ful sem imel že ideje. Sedaj, v bistvu najboljša ideja po moje bi bila, da se lotim preko veleposlaništva, da stopim v kontakt z njimi direktno, pa potem oni urgirajo v mojem imenu, ne da plačajo, sploh ne o tem, ampak da se pač, ker oni želijo na vsak način zavarovati tako, da ne vem, koliko to vredno. V bistvu se pa da to ful bolj poceni spraviti v kakšen kontejner, pa magari 6 mesecev počaka, da to pride po Sueškem kanalu gor do nas, kakorkoli. Samo pač tu je komunikacija čisto zablokirala z njimi, mislim, da nazadnje sem se z njimi pogovarjal 2 let nazaj, ker je skušal Damjan, moj galerist, nekako urgirati, pa da spraviti ta dela nazaj, ampak tudi takrat so že prosili za 10 jurjev denarja samo za prevoz. To je full cash. Kaj pa če bi raj kar odkupili to? Vidiš, to niti če narediš projekt prek ministrstva, ne avtorski projekt, ne dobiš dovolj. 7 jurjev premalo. Ni šans. Niti dela ne možeš domov prepeljati s tem, kar ti da ministrstvo. No, ampak kaj to pomeni, da gladko lahko pač to sam tam ostane zavedno? In oni imajo očitno resurse, da to nekje hranijo, hopefully. Upam. Zdaj,
Ali te ghostajo, ker so pač. Ne, na zadnje so v bistvu bili zelo pripravljeni pomagati neki, ampak so zahtevali z nekim standardom, pa bolj ko sem jim govoril, da vse je ok, da bomo bolj na easy se pogovarjati, da ni za take drame, če tu probamo malo sistem po ovinkih izigrati, ker v bistvu fora je v zavarovalninah, ne, pa v carini. Zdaj v bistvu na njihovi strani niti ne bi bil takšen problem, kot pa bi jaz imel potem problem recimo v Kopru, ki bi se to deponiralo na carino, pa bi pa mogel priti dol pa zagovarjati, da je to moje, da ni bilo prodano in bla bla bla. Pač, skratka, cel birokratski postopek bi tle nastal, ampak oni so zahtevali, no, da bi v bistvu to preko DHL letelo, kar je full cache-a. Jaz sem pa zahteval, da bi bilo to boljše v nek kontejner spraviti, pa bom še videl, tale zgodba ima še res odprt konec. Ja, mislim, da rabiš narediti nek social media sam za ta art. What's happening with it? Ja. Kje je zdaj? Ali pa nek webcam da postavijo. Pošlješ jim par teh čipolotov ali nekaj tacga, da lahko ljudje trekajo. Že, kaj se sprašujemo, kje so stvari, ne? Prej sem glih Jerneju jamrala, da sem ti posodila to revijo Lovec, ker ne vem zdaj, kaj z njo delaš. Spravljeno ima. Jaz se nadejam nekih zelo takih velikih umetniških del, iz vsaj ene podobe iz tiste revije, ki je vintage collectible. 10 € za poslati od Škofje Loke do Ljubljane. Gre za to revijo Lovec, ki je izšla ob Titotovi smrti in je v bistvu posvečena cela Titu kot lovcu. In takrat je Mito dejansko naslikal en diptih Tita in Jovanke, oba, mislim, iz ene fotke, vzeta. Jovanka, kako gleda dole neko uplenjeno divjad in Tito, kako tam zraven stoji in kaže na njo. V glavnem, in takrat sem jaz dobila genialno idejo, da ko bom jaz dala Mitu to revijo in bom lahko naredil celo serijo XU Hunting Experience. Noče, ne. Še odkrito povedano, ajde, čisto na resno noto, kaj sem se malo sral tega direktnega nagovora na našo polpreteklo zgodovino, ker mi gremo na kurec. Se nimam problema tu pa tam porabiti nekaj političnega ali pa direktnega ali pa ilustrativnega, ampak da pa celo serijo naredil z tega, se pa res ne vidim. Ja, se to bi po moje bilo malo cringe. Ja, se to, mislim, jugonostalgija mi gre že tako na živce, zdaj pa da šom sam sebe gledal v ateljev, kako delam to v neki novi podobi, pa naj bo to ali kritična ali pa kakršna koli mi gre malo na k, no. No, tujini bi si jih pokupali. A bi? Ja, samo veš... Še vedno malo sanjajo, da smo mi ex-Jugoslavija. To mi gre malo na živce, ne? Ker v bistvu kao, ajde, jaz točno vem, da bi se ta dela takoj pordala, ne? Ker je ravno toliko... Pa ne sam tujini pri nas. Ja, vse, tudi mislim, tle se ti ponuja naslov, Jugoslavia bought me a house. Ne, made in Jugoslavia. Helped me get my paintings back from New Delhi, ja? Made in Jugoslavia, neuvrščeni. Neuvrščena. Vidiš, ne rabi biti serija, lahko so vse neuvrščena dela. Evo, to. Tako da ne, zato sem jo malo prešpala. Mogoče se je kdaj lotim, mogoče malo bolj iz kakšnega bolj humornega Arjan Prigl pristopa. Trenutno pa, mit ful ni. Kaj pa splošno znanje glede lokalne divjadi? Splošno znanje? Ja. Kot potek migracijskih poti. Kaj je razlika med srno in košuto? Ja, obe dve sta female predstavnici sorodnih vrst. Kako se reče majhnemu merjascu, recimo? Gujdek. Ne, zabavam se. Ni. Gujdek je prleški izraz za malo prase doma, vzrejeno, ki je ravno prav zrelo za zakol. To je zelo vprašljivo, ne? To veš, da se zakolje tudi zelo mlade prasce. Obstaja neka francoska restauracija nekje, najstarejša restauracija na svetu, menda, in ti ponudijo tako enega skoraj porcijskega pujska. Iz tiste njihove peči, ki pač gori že leta in leta in leta. Ja, pač vzdržujejo že, ne vem, stoletje, 200 let ali 3, ne vem koliko, pač skos. In pa so tam mehni pujski notri. Ne, sem tako, čisto zanima me. Kaj te zanima za moje znanje divjade? Še vedno ne vemo, kako se reče majhnemu merjascu. Jaz tudi ne vem, mislim, ok. Kaj mali divji svinji? Da. Uni pikčasti, ta mali. Ja, s črtam. A ima to ime? Zihar ima. Zdaj moj fotor se obrača. Ti išči, jaz sem pomislil še nekakšno žval.
Ne, sej sam tako sem hotela izpasti pametna, ker se mi zdi, da folk vedno reče, ja, srne. Ne, pa srne so, veš, Kaj ni srne važno. so? Ok, gled, ne najdem, kako se reče malemu mladiču divje svinje, ampak jih ima največ 12. Kdo? Mama svinja. To sem vedel. Na let vseh skupaj. Mislim, da naenkrat, ko ima to ksesko. Največ, od 4 do 6, največ 12 mladičev, ki se sajo 3 mesece. A vam je kdaj to prečkal cesto? Ne. Meni ne. Meni ne. Nam je, Hrbet. tako cela družinca je bila ful zabavno. Zgledalo ful cute. Edinkrat, ko se nisem prav tako ful Aha, v avtu ste ustrašil. bili pa. Ja, Aha, nisem ja, se ok. ful Ja, ustrašil. svinje so bolj nevarne od medveda. Po Ja, mojem. ja. Definitivno. Definitivno. No, v glavnem, ampak hotela sem to temo začeti, ker se mi je glih par dni nazaj zgodil, da a ne, ljudje so tako jale, te srnce, pa v bistvu gre za kozoroge, za damjake, za košute, za vse ostalo prej, kot srne, ampak itak je vse srna. Ne? In se mi je zdelo to zanimivo za nekoga, ki se pač že več let ukvarja z upodabljanjem le te divjadi, ali jih loči. Moram reči, da ne vedno. No. Nekaj časa se mi je zdelo, da jih lahko ločim po belem fleku na zadnicah, ker je neka razlika. Zdaj pa ne vem, kje ima večjo, manjšo. Torej srno pa košuto, misliš? Srno pa košut, med srno pa košuto, ali pa oziroma srnakom pa jelenom. No. Mislim, da po velikosti je zelo enostavno. Ja, so večje, ampak za Jaz jelena še nisem videl. Pa še niso. Ne. Tako v divjini. Ne. Srne, ja. So razmeroma majhne. Ne? Mislim, srnjaka pa jelena, če imata na glavi stvari, jih ločiš po rogovih. Ima tudi srno pa košuta, po mojem. Ok, ja, sem kaj, če je mlada bebe košuta, ki teče hitro mimo, ne veš, kaj je. Poriti, ko skače. Kao, ja, mislim, da po velikosti bi lahko rekel, da bi to hrbet je do neke te višine, ampak naprimer, jaz ko laufam jih vidim skoraj redno, pa ne morem reči, srne so, zato ker je prehitro, pa ponovadi so čist mokre od gmajne, od dežja ali pa česa, tako da v bistvu ful, ne vem, to je za tako. Jerneja zanima, kdaj boš naredil svoj Jägermeister? Nikoli. To je ena najbolj ogabnih pijač ever. Ja, domače drugačen. Tudi to poznam in vedno sem bil razočaran. Mislim, zdaj gledam to srno pa košuto, tako ful sta si različni drugače. Jaz se ponovadi v ilustracijah vedno tako ful jih probajo kao narediti različne. Ne, prav slike gledam. Fotografije, no. V živo je to zelo težko videti. Mislim, prepoznati. Da bi rekel, da nimaš ene zraven druge, pa reči, to si pa ti. Predvsem samice. No. Ne vem, ful bolj tenke se mi zdijo srne, tako pač so res take. Okay, veš, da to... Ne vem. Ja. Jaz priznam, da jih ne znam vedno ločiti. No. Mislim, jaz za zdaj se mi ne zdi, da bi kdaj videl sploh jelena ali pa košuto. Sam srne. Ampak na koncu pa motim, pa sem videl oboje. Ne, fuck. Mislim, tako like na Golovcu ali nekaj nisi videl. Ne, tenke so moje doma, je tako redno. Tako, tam je bil tudi en plac, enkrat sem se dejansko ustavil v Srni, pa mi je prečkala cesto, ko da bi bil prehod za pesce. Jih je ful. Ja, pa enkrat smo jih pri Montedoru, smo se vozili z eno Srno, čist zmedeno, pol je šla gor v parkirišče. Tako je 250 metrov smo se vozili za njo, ker ni vedela kam iti. Se mi zdi, da jih je ful na okolje. Zdaj si se ful proklejmal, da je očitna da je razlika med srnami in košutami očitna. Se sprašujem. Ja. Naslednjič bom identificiral, prosil za potni list. Sploh, če so tam na meji. Še posebej zdaj, ne? Ja, pa bo rekla, non posso, io non parlo italiano. Io non parlo italiano, ja, najboljše. Ti nisi nobenih teh divjih gorskih stvari upodabljal, ne? Divjih gorskih stvari? A tako kozoroga? Ja, recimo pa te stvari. Muflon. Ja. Ne. A je to zato, ker ti ni Muflon, lepa. Je to zato, ker ti to ni blizu? Ja, kot prvo mi ni blizu, ni del mojega miljeja, kot drugo pa... Kozorogov se ne strelja toliko. Tudi to. Odvisno, če si... V bistvu sama logika lovstva je meni zelo drugače začela, ne zgolj kot kao ta slovenski milje našega, ne vem, izročila, bla bla. Bolj kot ta po logiki identitetne politike, kao moja družina je tle štartala. Jaz sem pač eden izmed redkih vnukov, ki se je sploh z lovstvom ukvarjal, kljub temu, da nisem lovc, pa ne maram
lovstva, nasploh v smislu ubijanja živali. Prvotno se mi je zdela odlična platforma, da lahko komentiram različne stvari ali pa različne koncepte ali pa ideje, kakorkoli filozofije, če temu rečemo, da ima pač neko enotno izhodišče, z katerega lahko pač izjavljaš ali politično, osebno, družinsko, whatever, bomo temu rekli kao, ne. In pač planinska fora, ne, torej gorsko divjad, kako ni bila del tega, ne. Ja, no, sem sklepal, ampak nekako sem se, zdaj, ko smo se pogovarjali in kaj Maša omenila, ne vem, kaj si omenila, nekaj bolj gorskega. Muflon. Ne, predtem. Damjak ni. Ne vem, kaj si omenila. Kozorog. Sam takrat moj možgan se je spomnil. Pa sem poštudiral, zakaj pravzaprav sploh ni bilo tega v No, sej poleg nekih živali jeziku. so tudi dejanske podobe lovcev in pa preš, ki se meni recimo ful dopadajo, ker je res tak, it's an implication. A ne? Tako da mogoče zdaj, kaj pa kaj glede novega dela, mene že nekaj časa ni bilo pri tebi v ateljeju, da bi videla, kaj novega se kuha. Te podobe naprej od lovstva, tja se sicer vedno vračamo, vmes so bile tudi te klavnice, potem te neki brodolomi beguncev, tako. Kam zdaj nas vodijo te ukradene podobe iz interneta? Kot Ja, še dosti tam, kjer jih kradem. Sorry. Ne, tam, kjer sem ostal nazadnje. No, nisem nič zdaj bistvenega spreminjal. Slikarstvo se niti ne more na ta način odziva, da bi zdaj imel, ne vem, projektno zastavljeno motiviko. No. Nisem Arjen Prigl, kao da bom zdaj, veš, rekel, pa sam tole slikal. Napovedoval prihodnost. Ja, tudi to on počne, ampak ajde. Ne, trenutno me ta tema... Predvsem tema meje, ki je povezana z lovstvom na nek način, tema teritorijev pa nasilja na nekem določenem območju, kao ful zanima. Zdaj, kaj bom vse v to noč zmetal, ti ne morem povedati, ker še sam sebe ne znam presenetiti s tem ali pa si razložiti. Vidim pa takoj, ko me nekaj presune, ne? Ali v tistem mojem dnevnem brskanju, pa raziskovanju, ali pa pač v počasnem sestavljanju nekega novega cikla. Trenutno pa sem še vedno na nekih čovnih pa prežah, no, evo, to pretežno tole, ker tukaj se najbolj domače trenutno počutim. Koliko gigabajtov je velika mapca z potencialni images? Ravno prav. Je vse tako malo pomanjšan, da manj zaseda? Ja, niso PSB, ampak so PSD. If you know, you know. Ni v BMP? Ne, tisti je potratno. Lahko Včasih povem, smo imeli sam BMP. Ja, vem, se pravi, tisti je potratno, tisti je potratno. no, mogoče za intermezzo, današnja izjava Jerneja, figuralika doesn't mean anything. Any thoughts? Wow, skot pa to? Skot ta komentar. Malo konteksta bi bilo. Ja, se pozabo, kaj je kontekst. Ja, ne, se navezuje na naslednjo temo, vprašanje, komentar, karkoli. To, da si ti in Tina Dobrajc delita atelje, do katere mere to vpliva na tvoje delo, vajino delo, ko prepletanje, torej partnerstva in dela, ne? Kakšne nevarnosti so tukaj za kakšen potencialni copy-paste, ne nujno samih slik, ampak že kar se materijala tiče, ne vem, skupaj napenjaš platna, skupaj deliš si barve, take stvari, komunikacija. In pol je bil moj komentar, ne, da kaj pa imata Mito pa Tina skupnega, pa sem rekla, ja, oba delata figuraliko iz istih barv trenutno. Pa je potem Jernej rekel, figuralika doesn't matter. Aha. Ja, mislim, na koncu dneva imaš samo 3 opcije, kaj slikaš. Ne? To je res. Abstraktno, figuralno ali pa nič. Ja, ali pa teh užitje, kao, če ni figuraliko. Ja, ne, pa dobro, lej, vrče zame figura. Ne? No, sej, to je to. Ja, s tem v tem kontekstu se strinjam z to izjavo. Je pa res, da imamo oba dva s Tino rada človeško sled v najnih delih. Mama deloma to prisotnost realnega ali pa vse realizma. Pa je to bilo po tvojem že prej prisotno, pa ste se pač tukaj sam nekako najdla, ali se je to pol nekako mal... Pri Tini vedno, pri meni kasneje. Jaz v bistvu se vedno rajši, pa tudi zdaj se rajši z materialnostjo ukvarjam, ne? Torej selotep mi je všeč, pa kakšna gmota barve pade gor. Tina ima pa rajši polivke, pa samo take mehkejše kako naj temu rečem, mehkejše nanose. No? Tu si nismo niti malo blizu. Smo si ko noč in dan. V bistvu še celo, ko jo zajebavam, pa skušam je kaj nalepiti gor na platno, pa reči, tole bi bilo pa super, to probi, ali pa veš, vzamem neko krušek strjene barve, pa je ne lepim gor in grem totalno na živce. Jaz pa vidim, da bi bilo to totalno zakon, to super. Tako da ne, tu smo si kot noč in dan. Kar se tiče barov, smo pa v dialogu, ker
pač kot nekdo, ki dela skupaj z nekom aktivno v ateljeju, se ta dialog spostavi na večjih ravneh, ali je zelo verbalen, ali pa v smislu škiljanja, da ne da kopiraš, ampak skušaš spodbujati drugega k večjemu raziskovanju ali pa premisleku, kakorkoli. In se vidi, da smo trenutno oba dva v eni fazi researcha, kako nama barva dela, ker tega poprej ne ona, ne jaz nismo imela. No. Tina bolj kot jaz sicer, ampak mislim, da tudi ona je zdaj naredila precejšnje korake, tako kot jaz v zadnjem letu. No. Kar se pa tiče same te neke človeške /realistične prisotnosti noter, pa ja, kot sem rekel, Tina je to imela od nekdaj, že od akademije, jaz sem pa to po diplomi šele nekako bolj zajahal. Se ti zdi, da je v bistvu prednost, da si z nekom deliš atelje na tak način? Ali bi včasih kar neko zaveso vmes potegnil? Ne, nikoli ne bi zavesel, razen mogoče, da bi imel moj del ateljeja bolj topel kot njen, ampak to nima veze. Prednost je, če jo znaš izkoristiti, ker še posebej, če si partner z nekom, pa oba dva smo v tem poklicu, oba dva smo profiča, oba dva samo s tem delamo, se moraš znati odklopiti. Da ko prideš domov, da ne nosiš neke ateljejske zadeve domov ali pa obratno, pa da razumeš, da v bistvu v ateljeju, ko se pogovarjamo, kjer si lahko odkrit pa kritičen, da tisti tip odkritosti in kritičnosti drugačen kot pa tip odkritosti pa kritičnosti v privatnem razmerju. To so zelo različne zadeve. Ne? In tu mislim, da smo našla ravnovesje, no, da nama oba dva dela čist kul. Kdo seka drva za vajin korilnik v ateljeju? Zato, ker jih kupimo takšne. To moraš mojemu fotru povedati. Kaj? Da ni treba sekati drv, če imaš peč. Jaz si jih kupim takšne. Ja, sej. Razklane? Peč pa denar. Neč, pogovarjali smo se s fotrom, da bi bilo za narediti savno pri njih, to govorim zdaj že 6 let. Zadnjič smo se pogovarjali o peči in moj fotor bi na vsak način imel plinsko, jaz pa pravim, da bi mogla biti za zunanjo savno na drva, ne? S tem se precej strinjam. Ja, nisem fan savn sicer, ampak si predstavljam, da je bilo kul. Ja, se načeloma so te... Nisi fan savn? Ja ne, pač, če čem švicati, imam 1001 način boljši kot pa savna, tam sedeti pa razmišljati Ja, se vemo, da nisi ta wellness fan. Ja, ne, še pa ta napaka, ker ljudje ne razumejo savna, ne, večino. Ok, kaj je pri savni za razumeti? Ja, savne niso neki tako spa, pa mir, introvertiranost, pa razmišljanje. Ne, savne so družabni prostori, ne. Sem to zate, Jernej, ker si živel na Finskem. Ja. Vi ste imeli pač rave partije v savnah, to je drugače. A ja, tako je dobro, to razumem, da gre jaz. Pač, ko greš v savno, se boš pač pogovarjal. Ampak ti si, bi si tvoj fotor ali pa ti delal savno na drva v backyardu doma, bi bil točno takšen rave party ali kaj, rave place. Pač valjda se boš pogovarjal, ne? Dobro, to je ok, noben nima nič proti pogovarjati. Ja, pač, ja, ne. Samo čem se pa pogovarjaš v savni? Samo. It's a good švic. Ne, o lifeu. O lifeu. Evo, miljivost, vse sem je prav. Ne vem, enkrat sem se pogovarjal, enkrat sem se z nekim modelom, ki sem pol zvedel, da je pazi to v nekem dokumentarcu o savnah, ki sem ga v neki javni savni srečal, smo se pogovarjali o šahu. Sure. Okay. Nepričakovano, ker jaz ne igram toliko šaha, da bi se pogovarjal o šahu, ampak zgodi se. Super, to mi je všeč slogan, sauna, zgodi se. Ja. To bo naslov epizode, ne? Zgodi se. Ja, podpišem. Čeprav mi je tvoja ona figuralika, to mi je kar všeč. Hvala. Je malo bolj kontroverzno. A mi, Maša, že ko si ustala in se pretvarjaš, da si kelnerca? Drugače, sem pol na tej točki hotela tudi postaviti vprašanje, ki se mi zdi, da se ga veliko ljudi sprašuje, pa si ne upajo na glas vprašati. Misliš, da boste kdaj s Tino skupaj slikala? Karkoli bom rekel, bo blef totalno. Pogovarjala smo se o tem, folk nas že izzival, spraševal, potiskal v to, ne vem kva, ampak ne vem. Jaz imam full idej, Tina ima tudi full idej, pa vedno pride pri realizaciji ali pa ko bi že nekako začela do neke bremze, ali se lotima ničesa drugega, vsak na svojem kotičku ateljeja, ali pa so to zelo kratkotrajna sodelovanja, kot v ne vem kakšnem mojem videu ali pa v kakšni video instalaciji, ko le prepričam potem, da mi malo pomagi, gremo na ta neki raziskati moško-ženski koncept ali pa kaj tazga.
O kakšnih videih pa govorimo to recimo? Ne vem, če si kaj videla tega. Wrecking Ball, na primer, je en takšen iz Ribance, kjer sem naredil dvokanalno video instalacijo. V ateljeju sem na stropu obesil gumijasto črno žogo, tisto veš za nosečence, nekaj tazga na verigo. Potem sem se pa oblekel v narodno nošo, pa Tina v narodno nošo in si podajala to žogo, a veš, ko si jo spustiš tik izpred nosa. Pa... To so bile te neke Marina Abramovič fore. Ne, v bistvu sem na Miley Cyrus šel, na Wrecking Ball, veš, neko ima. To je bila ta prva stvar, ki sem pomislil. Ne vem, mislim, kje so tvoje pop reference, naša? Pač v Ribnici je meni cool delovalo, ker je kao dvokanal, na 2 kameri sem snemal in potem inštaliral to med vrati, med obokom, na levo in desno stran, tako da se je v bistvu prostor zelo zanimivo aktiviral. Čakaj, to je bila kakšna skupinska razstava? Ali? Ne, moj solo show je bil. Solo, tvoj. Leto? Ne, je bil to moj solo show? Mislim, plus Tina. Ja, mislim, da je bil moj solo show. Ali bil pa show z Zmagom Lenardičem. V okviru tega programa, ki ga Akademija imela za magistrske študente, kjer se mentor in študent skupaj predstavita. Sem pa malo pozabil, se opravičujem. Hočeš reči, že ne znaš na pamet svojega CV-ja? Zihrne. Čakaj, gremo takoj pogledati. Ne, se bom dala v zapiske, ukolikor obstaja. Čakaj, tvojega websajta nisem najdel. Zato, ker ga ni. Ja, to sem hotel vedeti. Pa bi ga mogel imeti, ampak malo čakam Damjana na galeriji Y, da se v bistvu ta spletna stran zrihta, ker bi rad, da moj galerist ima to prek, ne jaz. Okay. Vse še dobro, da ima Mito Instagram, kjer si lahko vsa njegova umetniška dela. Ne, Instagrama pa ne moram, tam jih ne boš videl. Sorry. Instagram je tako pase, da mi gre že na bruh. Hecam se. Ampak imaš po moje največ objav na svetu od lihti na Instagramu. Zakaj? Vsak dan eno objava, to je pa res ni dost. Ja, mislim, to je full. A to je full, ja, to je full, v bistvu si influencer. Bullshit. Tisti 5 lajkov, ki jih dobim za te moje dnevnike, to je brez veze. Jaz bi redno lajkala te tvoje dnevne objave, ampak veš, te lajke se ti shranjujejo in jaz lajkam stvari, ki bi rada pol enkrat jih šla za nazaj pogledat. Če lajkam vsak tvoj post, bo sam to. Če mu gre pet na moj Tumblr, tam so vsi dosti bolj pregledni. Tumblr je dosti bolj, Tumblr je zakon. Folk pejte na Tumblr. Zdaj ti bom povedal, za vse tiste Gen Z-ovce Tumblr je. Tumblr je? Zdaj, ker ni več porno, je Tumblr ok. Ja, da beste. Mislim, propadajo takrat. Okay. Pa ni kva, da še vedno je 10% social media. 10% je še vedno porno. Ne, 10% tega social media trga. Ja. Ne, če ne, zdaj sem mogel prav pogledati, ker to je, jaz sem leta 2018 objavil nekaj na Instagram in potem je minilo do leta 2022, nekaj 2023, da sem objavil naslednjo stvar. To je frekvenca. To je ta frekvenca, to je merilo. Ne, takrat me je šokiral. Mislim, da smo imeli tisto razstavo v Kranju, ki si ti kurirala in si ti nekaj objavila in si me dala kot avtorja in sem tako, jaz nisem objavil nič tako v 5 letih. Ja, you're welcome. Ja, hvala. Ne, Instagram bi znal biti ful dobro urode, samo mislim, da je ful ga algoritem požoral za bistvo za, če naprimer malo temo ali pa debato dam v eno predstavo, recimo. Glih pa je na zadnje par dni nisem razmišljal o tem, koliko če se kot mlad avtor danes spravim na tržišče, nimam nič, nimam CV-ja, nimam 5%, imam mogoče 10 del, ki bi jih rad razstavil, kako sploh začeti, bi Instagram še vedno bil ok orodje za to, samo pač pametno se spraviti zraven z objavama, ne? Ker v bistvu dan danes se to samo počne na Instagramu z videi, ne? Z reeli, z ne vem kaj se, story, kakorkoli že, ne? Kar pa ful ni ok za visual art, ali pa rečemo statičen art, ali kakorkoli bomo temu rekli. Je v bistvu precej izziv, ne, biti tukaj zanimiv ali pa dostopen. Pa dejansko na TikToku full painterjev pa visual artistov, ki so najdli način, kako se promovirati. Sam pač pol prilagodijo te neke performativnosti. Če gledaš tako, da bi naprimer se ti skušal predstaviti nekomu resnemu, ne govorim tiktokerju, ampak resnemu galeristu ali pa recimo, da si na sejmu. On ne bo šel na TikTok. Ni šans, da bojo tile boomeri ali kdorkoli šli na TikTok gledati, kaj bi ta artist delal. Šel bo na Instagram.
Ne, in na Instagramu ga bo zdaj počakalo ali full place, ali pa neki videi, ali pa pač resna predstavitev enega umetnika. No, sej, tukaj sem te v bistvu dejansko hotel vprašati, zdaj lahko še naredimo mini plug, @budamit, ne? Je tvoj Instagram. Ne, ti imaš večinoma meme tega, ne? Ja. Gife. Memi. Ne, se so tudi statični. GIF/meme. Ja. Se tudi Na GIF je temo lahko, čak, samo, tudi tekočega GIF dne. je lahko meme. Res je. Okay, no. Ja, res Ampak je. velikih je premikajočih se iz Viralne nekih podobice. filmov vzetih. Kužne podobice. Kužne podobice. Ne, kako, ker ta tvoj Instagram je tudi tvoj official art Instagram, ne? Kakor jaz razumem. Recimo, ja. Kako ti to zdaj Ni razumeš? prekrivanja. Ko imam nek shit, objavim gor, pač tisti, ki sledijo, ampak full si ne jemljem časa, zato ker mi res dol visi. Nekaj sem dejansko razmišljal, da mogoče je to tvoj strategy, mislim, to je ja, da bi bilo strategija, to- da delaš memete, zato si zanimiv, ampak lahko s tem hkrati promoviraš art. Če bi hotel biti zanimiv, bi mogel bistveno drugačno strategijo imeti, pa te meme porezati, po mojem. Totalno. Kvečemo drugače bi mogel reči, kao, da so ok, od danes naprej so vse meme ali kakorkoli, ki snimali, to je art. Vse, kar sem prej povedal, je bullshit, od danes naprej je to art. Naprimer. To bi mogla biti strategija. Ampak ni, ker ni art. Ni nobene strategije, zatem to je moj dnevnik, zato je hashtag dnevnik, ki je v bistvu edini hashtag, ki ga uporabljam na Instagramu in to. Koliko časa ti vzame, da narediš 15 minut. to terja neke priprave en dan prej? Ali Ne, samo kufa. Zvežban čist? Vaja. Vse, kar rabiš, je iskrenost. A imamo uni aplauz, da ga fukneš čez. Ja, da je Ja, klopom čakaj. gum na Zoomu. Ne, pizda. To, ja, moram držati. Aha, to je. Ja. Okay. Pa tudi to imam. Ta, A je pa dumc. tpdumc, ja. Damo ta dumc, aplauz, pa kaj še stok, nek Bujanje, tak, neko pa bujanje. nek funky music, Ja. Funky, aha, Ful je funky. kao porno. pretty much. Ja, ne, bolje. Malo light. manj porno, Ja, ni to soft porno. Tako začutiš brke, veš. Začutiš, pa. No, jaz drugače. Ampak čakaj, zdaj pa, Ja. okay, to je zdaj tako malo off records. Glede na to, da so bili brki full in, ne? Ja. Zakaj tega ni bilo porno zdaj tako full? Zdaj. Ja. Ja, zdaj vsi porno počnejo. Tako da ne Ja, vem. ker to je bilo hipstersko, ne? In če si ti hipster, ne gledaš pornografije. Je bilo pa full hipsterskega porna, tako da. Ne vem, kaj ti gledaš. Ok, good question, jaz tudi ne vem. Mislim, jaz sem samo videl, da je v neki cajt bilo ful popularno, da so tatuji, moraš imeti tatu, da nastopaš kao Okej. porno. Ampak to je tako zelo 2000. Si prepričan, da je bilo to takrat popularno, da je bil to samo to tvoj srč. Ne, dejansko, mogoče, ne vem. Ampak dejansko se mi zdi, da kao, koliko sem spremljal neke te zgodbe igralk, pa igralcev, ki so pač prišli na sceno, prišli na sceno in potem odšli, da so dejansko zahtevali, kao, da se potetoviri, ker je to bolj, ne vem, na Pornhubu viralno, pa da tam Zanimivo. neki, ne vem. A to nek hashtag, ki pač Mim se grede, že prej- ko govorimo o zgodbah raznih porn igralcev in igralk, zadnjič sem slučajno videl, da je Saša Grey zdaj youtuberka. Very, very PG youtuberka. Ok, lej, življenje Se najde splača pot, očitno. je rekel. Ne vem, nisem gledal njenega kontenta, ker se mi ni dal, ampak sem bil pa ful presenečen, da je zdaj ima tako full video. Ne vem, mislim, da je en bil neki, da neki kuha ali nekaj takega. Tako full PG. Je zato, dejansko se mi zdi to ful zanimivo. Mislim, da na Netflix dokumentarcu enem je bilo tu rečeno, v bistvu, kakšne so potem exit strategy za v bistvu vse te igralce oziroma zaposlene v porno industriji, ker ni tako, včasih ni bilo toliko tega. Ne? Zdaj pa ja, Twitchi pa, mislim, da Mija Malkova je na Twitchu, ne? Mislim, da bo, Pa YouTube, ne? mislim, da bo čez 10 let še bolj zanimivo, zato ker je še toliko več ljudi zdaj in zaradi OnlyFans in zaradi vsega, ki so pač vsaj delno v nekem porn industriji, ne nujno industriji kot taki, ampak pač sex workerji v taki ali drugačni obliki in bo mogoče koliko bolj normalizirano, da si ima pač, ne vem, ko si bil mlad, si delal to recimo. Ja, šur. Meni se zdi, da je eno. Že zdaj. Ker mislim, tudi že imaš te slovenske zgodbe, ki bi tako, ne vem, v teh naših trač revijah je bilo že par zgodb objavljenih. Slovenska OnlyFans, kreatorka, kakorkoli bomo temu rekli, ne, da pač potem iskreno povedal, pa se nič ni narobe, niti ni toliko pornografije gor, kot pač mislimo, ne, da pač ja, mogoče bolj buduar, kot pa kaj.
bolj eksplicitnega, ne? Ampak no, ne vem. Ja, zdaj, Kje smo ostali? Ostali smo pri aplauzu, iskrenosti. Če smo prej o tej vsebini tvojega dela govorili, ki je v resnici kar malo morbidno, ne? No, pa je. Te, lovstvo, smrt, begunci, klavnice, razmerja moči, ki so neuravnovešena in tako naprej. Zanima me, kako razmišljaš o tem v smislu potencialne prodaje teh del, ne? Ker zdaj, ironično, jaz poznam 2 osebi, ki sta kupile tvoje delo in obe te 2 osebi sta lovca. Kaj porečeš na to? In zdaj, zdaj ta pendulum v neke napačne smeri niha, kar se prodaje tvoje tiče, ali te tudi za to boli kurac? V bistvu ne zanima to, res me ne. Če bi se začel s tem ukvarjati, lahko kar pospravim šila in kopita, ali kako se že temu reče, in pač grem, ne vem, šandelirje delati. Prodajati pivo za šank ali whatever. Ni, to ne more biti domet horizonta kakršnega koli ustvarjanja, da bi v bistvu se zaokvarjal, kaj pa si kupec želi. Piše, to ni point tega. Jaz, ko se vjutro spravim v atelje, ni meni na umu, da bom se gledal pa bulo v platno noter pa spraševal točno teh vprašanj. To ni point. Da bi nekaj povedal, imam izjavo, imam koncept, imam filozofijo, whatever. Jaz se sam s tem ukvarjam. Če se kdo v to noter vklopi, pa lahko najde ali nekaj spodbujajočega, empatičnega ali pa odbijajočega, negativnega, the best. Pol sem jaz dosegel svoj namen. Ker edino, kar si želim, da ima folk pri mojem delu, je, da se odzove. Sam to. To je tako ful minimalno človeštvo, tisto malo človeštva, ki ga kdo premore, če prenese sabo v galerijo, sem že zmagal. Ok, kaj pa del človeštva, da moraš ti si plačevati položnice pa kupovati kruh? Sem pa vedno našel sredstva in načine, da sem pokril. Torej se ti zdi čist ok, sprejemljivo in da v bistvu se ne uklanjaš vsebinsko, likovno, kar se tvojih slikarskih ali pa ostalih del tiče, dokler lahko preživiš na drugačen način v resnici, kar pa vključuje neko oblikovanje, izdelava videov za kakšne stvari. Mislim, meni tako gre skozi. Ne bom rekel, da je to recept za vsakega, sploh ne. Tudi delam naročila, naprimer. Meni je super slikati, nasploh. Delam naročila, mislim, portrete po naročilu. Ne? In v tem še preveč uživam. Iskreno povedano, še preveč uživam. Ampak to ni nekaj, kar daš od CV. To je pač neki odvetnik ali pa odvetnica ali pa kdorkoli, ki potem visijo na neki odvetniški pisarni in tako, tega nočem gledati. Ampak, ko pa to delam, mi je pa the best, je pa fetiš. Dobeseden fetiš. Ne spolni fetiš v tistem primarnem. Ja, to bomo odrezali pa dali čisto na začetek videa. Kaj, samo spolni fetiš bomo dali na začetek? Ne spolni fetiš. Pa del o tistih pornoigralkah. Ja. Kar spremljam, ne? Spolni fetiš. Jaz pač, čist glupo je enostavno rečeno, pač jaz sem slikar, ki rad slikam. Ampak, da bi se pa ukvarjal, zdaj še pa tukaj z vsem tem nekim komercialno navlako, vso to komercialno navlako, tu pa reš plačam nekoga drugega, da za mene dela, ker pač res nimam ne potrpljenja, zato ne živcev, da bom všečen, da bom na Instagramu non-stop prisoten, da bom non-stop fotke iz ateljeja delal, nekih flekov ali pa detajlov ali pa... A to leti na mene, kako rada... Malo mi gre na živce tvoje tiste odrezavi, detajle, ampak vem, da je to del joba, tako da ni... Včasih nekaj recimo. Slučajno je meni tudi všeč to hkrati. Majhni detajli nekega večjega dela. Drugač, to je čist tehnično tudi zato, ker če ti fotografiraš celo končano delo, fulkrat ne zgleda dober na taki mali slikci, še posebej, če fotkaš z nekim. Ja, samo moraš razmišljati to v smislu stripa ali pa montaže. Ne? Ti imaš establishing shot, pa greš v detajl oči ali pa nekaj razgleda. Ja, ampak pol je tudi copyright. Ja, ampak jaz imam. Ona ga ima. Kaj? A veš, ona, če je povabljena v atelje, pa dela pa promocijo in tako naprej, pol ga ima, seveda ga ima. Ja, ampak samo ustno.
To je daljša zgodba glede tega. Mi imamo v Sloveniji zelo slabo prakso, kar se tiče avtorskih pravic. Zdaj, v bistvu, jaz svojo galerijo pooblaščam, da zame dela ta job, ki ga jaz ne želim opravljati. Torej, pričakujem potem, da se v bistvu kao točno takšne odločitve padejo. Ampak to mora biti definirano v avtorski pogodbi. Ja, to je ena debata, ki jo imam odprto z mojim galeristom. Ja. Ampak vem, kaj misliš, ampak lej, mislim, da dokler umetnik ali pa umetnica ne povzdigne glasu, pa reče, ok, da imamo mogoče to malo drugače. Ne pravim, da je tukaj problem, da bi ne vem, karkoli se zgodilo, sam pravim, da v Sloveniji nimamo dobrih navad, kar se tega tiče. Aha. Samo tebe moti, naprimer, da bi kao nekdo iz galerije, je obiskovalec razstave, pa tam detajl zvizne ali kak? Detajl ni problem. Kaj pa? Problem je total, ne? Total? Teoretično. Ampak ni problem total zaradi kogarkoli drugega kot za avtorja, ampak... Jaz pa mislim, da točno vem, kaj misliš, ampak je tak dvorezen meč. Hkrati bi rad, kao da, daj na Instagram pa fucking hashtag uporabe, ne? Zato da boš mi delal promocijo. Ne? Po drugi strani imaš pa recimo takšne projekte, kot je ZDSLU, nekaj časa imel nazaj, ne vem, če še to stvar debate, kot agencija za avtorsko pravo za vizualna dela, naprimer, ne? Proti katerem sem takrat bil zelo proti, ampak... Ne, saj ni bil moj point tukaj, da bi, ne vem, mogli vse biti birokratizirano, ne vem kaj, ampak stvar je, da pač dejansko za veliko stvari in tudi to se tudi kaže v tem, kako mi pišemo avtorske pogodbe in kaj ljudje razumejo, kaj je avtorska pogodba, da pozabljamo, da avtorska pogodba ni za plačilo, ampak je samo za urejanje avtorskih pravic v prvi vrsti. Aha, okay. Pri nas v drugi vrsti lahko urejaš tudi plačilo, ampak to je sekundarne narave. Imamo pa zelo slabo, ne samo kar se tiče vizualne umetnosti, ampak nasplošno urejanju avtorskih pravic. Pač ljudje pozabljajo, da je to treba se tudi izmeniti. Sej večinoma ni problemov, v 80 do 90% se ne zgodi nič slabšega, tudi ni nekih hudih kršitev, razen takrat, ko ljudje pač avtomatično poberijo nekaj iz nekje in porabijo, kar je problem kjerkoli v resnici, ampak ful bi bilo bolj enostavno, tudi boljše bi bilo za ljudi, ki ustvarjajo, če bi bili izobraženi, kar se tiče njihovih pravic in bi tudi mi bili malo bolj dosledni s tem. Ja, to si za ful splošno govorijo. Mita to ne zanima, Jarne. Ne. Ja, brez veze, zakaj? Ne. Dokler noben nič ne ve o tem, se ne more nič slabega zgoditi. Zelo hitro sem se naučil, kaj je materialna pravica, kaj je duhovna pravica, kaj je pravica do reprodukcije in tako naprej. Naprimer, kot ti kakšen cajtnik objavi eno sliko s tvoje spletne strani, pa zamisliš, ok, lahko bi vse poklical, pa je rekel, lahko, pa take zadeve. Tako da vse o tem vem. Veš, je pa zanimivo, da v bistvu vedno tehtaš potem, kaj je tebi v plus. Ne? Zdaj, nekako se mi zdi, da artisti koliko toliko še štekamo, kao, da znaš hitro pretehtati. Ne? Drugo pa je, ko se začneš spraševati, aj dostojno, a je bilo ok, ne? A je bilo spoštljivo, ne? Bolj je ta odnos tukaj, ne? Niti ne toliko, da bi v bistvu zdaj bil ti prikrajšan za ne vem kakšne dinarčke ali kakšne. Ne, sej ni, sej ne gre, niti ni nujno, da gre za ureditev avtorskih pravic v smislu odplačila, lahko je samo pač, a veš, vse to, kako pravim, ti z galerijo bi podpisal, tam bi definiral za kakšne stvari, zakaj, lepo, cek, ne rabi biti niti notri o plačilu, ker ti se lahko kot nekoga, ki te reprezentirajo, se lahko zmeniš tudi za dela, ki še nastajajo ali pa bojo nastala. Samo da pač imamo malo manjko te navade. Ja, ok, ja, to podpišem. Prej, ko smo govorili o tem, da kakšne slike ljudje kupujejo, pa koliko nam je za to mar ali ne. A imaš ti doma kakšno zanimivo umetniško delo, ki si ga kupil, dobil v dar? Enega Hermana Gorjančiča imam, Majo Šubic, Janeza Pelkota, Andrej Tarfilo, pa še enega fotografa, ki mi je, čigar ime mi je zaušlo, ampak ne pa dost. Pa nobenih najnih, to pa ne želim gledati. Kaj tako gledaš v televizor? To nismo nikoli htela, no, da vam gre malo na živce. Kaj pa, ko sta imela atelje tam, ko sta živela? Ja, pol spil, pa pač primoran, ja, pač bult, ampak ja. Jaz sem hotela še odpreti debato filma mogoče, glede na to, da
najpomembnejši član podcasta Obod. Hvala. Se popolnoma strinjam. Ja, kjer beseda ponavadi teče o serijah in filmih, pa tudi o drugih stvarih, ampak v glavnem o tem. Ampak redko mogoče spregovorite o kakšnih filmih, serijah, kjer bi v ospredju bila dejanska vizualna umetnost ali pa samo umetnost ali pa umetniki. Vem pa, da kadar so na tapeti, da si ti ponavadi tam najbolj glasen in so ti vedno všeč, torej ti liki umetnikov. Pa me zanima, mogoče si v zadnjem času pogledal kakšen zanimiv film na to temo ali pa imaš svoj najljubši film, ki si tako, ja, to je ta moj umetniški duh, ki sije čez ta film. A si pogledal Art School Confidential, ki ti že 2 leti govorim, da ga prosim pogledaj? Ne, nisem. Tako da kar govor še naprej. Damo pauzo, pa gremo pogledati. Ne, za ta zadnji film, mogoče en ljubših mi je Modigliani z Andy Garcia. Ne, ker je dober film, ampak ker pač Andy Garcia je tako dober v tej vlogi. Cool mi je dvoboj z Picassom, ki je tak v neki splošni javnosti mogoče malo prikrit ali pa ni tako dobro znan, ker da sta bila vseeno precej huda tekmeca. Potem Pollock mi je cool, ampak bolj je takšen tisti neki klasičen biopic film, niti mi ni tako dober film sam po sebi, kot mi je pač dober njegov art, ampak veš, gledaš, mislim, z malo zamegljenimi očmi, da rečemo temu tako. Na zadnje, kaj mi je bilo pa cool, je bilo pa Velvet Buzzsaw. Je pa Netflixov film z Jackom Gyllenhaalom, je pa film o tem, kako v galerijo, on je galerist, kustos je kritik, nekaj tazga, totalno nadut pezde, ki naleti na neko delo, zelo temačno, rečemo temu Goya-esk delo, nekega neznanega avtora, ki se potem, zaradi česar se potem začnejo neke grozovite dejanja dogajati, umori, pač kao nekaj malo horror elementa. Tako da ja, to. Film, ki mi pa ni bil všeč, je pa isto o umetnikih, je pa bil The Menu, je pa o kuharju. Ne vem, če ste to gledali. Aha, to je bil tak performativna umetnost, kulinarična. Uporabna umetnost. Sure, tudi to, ampak ne. On je dejansko tale Ralph Fiennes lik je govoril, da on je umetnik noter, da v bistvu on je in kaj mi je šlo na živce, zakaj mi je šel na živce ta film, je, ker je pač kot prvo zelo stereotipno umetnika trpečega predstavljal kot nekoga, ki posiljuje potem ostale z svojo umetnost. On dejansko potem ubija folk. No spoilers. To v traileru. In mi je šlo samo na živce, v bistvu kao, ker je tako douchebag vse skupaj narejeno, ker bi lahko bilo boljš. In sem se tudi na podcastu potem malo skregal z enima soagentoma. Ampak niso umetniki fulkrat v filmih predstavljeni kot Trouble the Dark Artists, ki jih noben ne razume in pol imajo oni posledično kar eno pravico, ker so pač toliko veleumni, da delajo grozne stvari ljudem, mogoče ne nujno ubijajo, ampak so pač nasplošno samo douchebagi. Mogoče, ampak mogoče je tu problem pred tega, da je pač zgodba ponavadi potisnjena v nek mainstream žanr, ne? Ali v nek biopic, ki bo skušal biti čim bolj všečen v večini publike. Dejstvo pa je, da v bistvu biopic je zelo predvidljiva formula, ne? In se ne izkaže vedno za najbolj pozitivno ali pa dobrodošlo za vse umetnike ali pa umetnice, kakorkoli. Ker naprimer Frida Kahlo je čisto movie, ampak ful malo pove o njenem delu. V bistvu bolje lik in življenje same Frida Kahlo. Pa Salma Hayek je dejansko super. Pri Pollocku isto, ne? Pač pa tistih par izrazov imaš noter njegovih izjav, kao jaz sem narava in tako naprej, ampak to je tako zelo bogo, nič ni poglobljenega o njegovem delu, tam na pol izpade, da mu je njegova drip painting tehnika ratala po naključju, kar preverljivo ni res, ne? Po drugi strani imaš pa lahko naprimer film kot Untitled iz 2009, pozabil sem že, kdo je v glavni vlogi, se pa gre o newyorški art sceni, se pa dejansko gre o zgodbi enega umetnika, ki je zaljubljen v galeristko. Ona ga ima rada sicer, pa rada bi ga razstavljala, ampak ve pa, da ne more z njemu preživeti, ker pač je en drug umetnik bolj komercialen od njega, bolj se prodaja in tako naprej. In je tam cela neka plejada različnih likov, mogoče so malo stereotipni na cajte, ampak je pa tako lušten prikaz nekega odnosa ali umetnika z galerijo ali pa z sceno, kakorkoli. Tako da ja, to. Kaj pa The Square? Veš, da sem ga malo pozabil. Pa sem ga gledal, pa vem, da mi je bil všeč, ampak malo sem ga pozabil.
Jaz sem pozabil, da sem ga gledal, pa se mi je enkrat spomnila, pa sem se spomnil, da sem ga gledal in sem že zdaj pozabil tudi, kaj sploh je v njemu. Razen tiste scene, ki pridejo Tjana na mizo. Ja, edina scena, ki je na vseh slikah in v trailerju. Ja, to je to. Sorry, film. Malo sem pozabil, ja, priznam. Mogo bi še enkrat, no, ampak sorry. Ta live kurator je čist brez veze dolgo časa. Ful trpiš, vidim. Bomo posneli film tudi o tebi. Vse se bo vrtilo okrog tiste Šalamunove slike. Ja, ne vem, kakšen hibrid. Tistega bika tam. Ja, Big Dick Energy pa to. Bizon drugač. Ok, whatever. Kaj pa je bizon drugega kot... Jer najprej si rekel, Kosmat. da ločeš med srno in košuto. Ja, a to je srna ali košuta mogoče? Pa si mislila, Dobro, da so to je taka to je easy goveda win, to je mogoče easy win, malo to je lažje easy win. prepoznavna. Okay. To je... Kaj, kosmat? Bik. Muškatno govedo. Ja, ok, severnoameriški Muškatno kosmat. govedo. A ne bi bilo zanimivo, če bi vse tako malo poenostavili ta poimenovanja? Tako kot si zdaj ti, recimo. Ne? Malo lažje se zapomniti. Jaz mislim, da je. Mislim, ja, Imel bi 5 živali, pa bi pa opisoval. sej bik je neke vrste nadpomenkane. Pač Ja, se. Evo, to sem že poznal. Stereotip mi je všeč. Slovenski film, ga poznate? Magnifico v glavni vlogi. Ne vem, moram pogledati, ker možno, da sem ga pogledal in da ga ne poznam po Mislim, da je iz imenu. leta 97. Tina Gorenak je tudi v glavni vlogi. On je slikar. In bolj je tisti douchebagovski joke, ki v bistvu dela različna olja na platno, kolopljno olje na platno, olivno olje na platno, motorno olje na platno. Po mojem nisem gledal. Poglejte se ga, zelo zabavno. Za slovenski film. 97, ne? Mislim, da sem Ja. Ja. Kaj pa mogoče te bolj novejše kot Presica, slabšalni izraz za žensko, ki se tudi v bistvu ukvarja z nekim likom slikarke? Ja, ok, meni je bil zabaven. Kaj pa ne bom več luzerka, še bolj tragičen lik umetnostne zgodovinarke? Ne. Moram reči, da me je malo razočaral. Ni mi bil slab, ampak tako malo zapade v tale obči slovenski filmski patos, če veš, kaj mislim. Niti ne da je sam lik. Jaz sem mislila, da je to tebi všeč. Čak, Ne, jaz imam rad svoj patos, ne obči slovenski patos. Sam toliko za tiste, kot sem jaz, ki se ne spomnim, kjer je. V Prasici se dobivajo tam na tistih nekih coffee hours. Ja, no, luzerki pa potem na koncu gre V luzerki pa Ja, na koncu gre v Berlin. A ni to tisto? ne spomnim se. Ko vsi grejo v Berlin, potem čez na koncu filma tudi ona, grem jaz tudi v Berlin. Ali se pol premisli čez zadnji moment? Malo smo Pri luzerki grejo v Berlin, ne, Prasici grejo tudi v Berlin. Dobro, vsi grejo vedno v Berlin, ampak ni to bil glavni point. Kaj pri luzerki kolo ukradejo na konc in polona najde na konc kolo in popizdi in vzame nazaj. Sam pol mislim, da ona tudi pol gre v Berlin. Pa vmes uči v tem domu za upokojence, uči umetnostno zgodovino, pa vmes pade v Ljubljanco. Zdaj, ki si me spomnila, kjer je Jane, meni je zanimivo, jaz sem pa ravno obratno mnenje. Meni je bila luzerka boljše, pa bolj sem ga lahko čutil, Prasica mi je bil pa tako malo mu je zmanjkalo. Edino, kar vem, je, da se tista slika, ki se je prodala v filmu, prodala za manj v resnici. To pa nama je Petra povedala. In to šlo na tem podcastu. Ja, samo moramo obujati spomine. Meni se ravna slika ni bila. Boš dala katera epizoda? Čisto odkrit. Boš mogla dati od spodaj, v kateri epizodi smo govorili s Petrom. Polinka. A ni bizarno tako? Ja. Pa že tako se ni... S tem, da kresija pač nima navade. Je pa res, da v bistvu ful gre v klišeje noter. Zdaj ne vem, kakšna je scena danes, ampak ko smo šla z njeno mami /taščo gledati ta film, je bilo prvo, ko smo prišli ven z kina, ko fuck, a vi ste res to koke šnifali? Pa to pa ne, kva sta? A veš, ne, kakve droge. Kak si lahko sploh nekdo v Ljubljani, umetnik, privošči toliko drog? To meni nikoli ni bilo jasno. Frenda imaš dilerja. Ali pa prodajaš tudi sam? Ne vem, se pravim, drugi cajt, v mojih časih smo imeli tolarje, pa pivo za 200. Kaj torej, gram za 100 tolarjev? Ne vem, jaz nikoli nisem. Jaz sem predvsem basic bitch, kar se tega tiče. Terpentin. Še te je nekaj delam za krilom, še teh hlapov si ne morem privoščiti. Zakaj ne slikaš svojih muc? Ker so predobre za me. Pravilen odgovor. Goja approved.
Mogoče še o gamih. Ja. V gamih. Ja. Okay. Kaj špilaš? Ja, Zdaj se lahko končno pogovarjamo še malo o špilih. To je bilo dejansko vprašanje, kakšen tip gamerja si in nisem dobil odgovora. Ja, nisem znala povedati. Nisem si drznila oceniti tega in se pol blamirati pred širšo publiko. Fulmo brat RPG-je, pa... To je preširok. Vem, da je širok pojem, ampak še bolj natančen bi bil action RPG ali pa to je en žanr, drug je pa click and point adventures. Ampak bolj klasične 16-bitovske. Torej, Day of the Tentacle, pa Monkey Island. Dick obrnil, Monkey Island 3 obrnil. Roger Wilco? Ne, tega pa ne. Undertale spada sem, ali ne? Kaj? Undertale. Ne vem, to se sliši ful preveč novo. Sorry. No, moje vprašanje je bilo, ali se veseliš GTA 6 ali ne? Kaj je to GTA? Bolite. Okay. Mislim, da ti bi bil kar, če ti bi bil všeč in ta Monkey Island in Day of the Tentacle, da Roger Wilco je definitely serija, ki ti bo postrila par dni. Okay. Ne vem, ne mogoče več kot par dni. Mislim, šest epizod, mislim, šestih je prišlo ven ali nekaj tacga, ali 7, in ima pač tudi nek tak svoj moment. Malo bolj spacey je, ni tako kot Monkey Island, ki je bolj pirati. Zanimivo. Okay. A The Last of Us 2 smo zaključili? Smo, uspešno. Na PlayStationu? Ja, tako zanima. Ti si ga tudi obrnil, ne? Z očmi. Z očmi. Ne, vreda, je to super. To je res peak art, če me nabražaš. Kaj pa zdaj, se veseliš serija naprej, čeprav je v bistvu stvar že pospojlana? Ja, se. Še predvsem me zanima, kako bojo te dve različne perspektivi, ki jo zdaj pričakujem. Ne? Kako bodo zajebali? Ne, jaz mislim, nekaj novega morajo pogruntati zdaj, za tiste, ki veste kaj, ne? Ampak pač tle sta dva protagonistki in me zanima, kako bojo te perspektive prepletli ali pa sopo ustavili in tako naprej. To me zanima, no? Pač ta adaptacija. To me pri večini teh ali knjižno-filmskih ali pa game serija zadevah najbolj zanima. Kje se kaj zgodi v adaptaciji, pa zakaj? A si gledal Arcane, ki je narejen po Ne, še imam na spisku. To pa res priporočam, kar se animacija tiče, no, res in zgodbovno. To je na Netflixu, se mi zdi. Imam na wishlistu, če se ne motim. Kakšna se ti pa pol zdi pomembnost, mislim, recimo, ko igraš igro, a spremljaš vizualno strukturo igre in koliko ti je to pomembno in a misliš, da na to gledaš drugače kot nekdo, ki je slikar, umetnik? A appreciataš kaj specifičnega, druge stvari? A te fascinira, kako je zrenderan, pa kako so reflekšni v lužah, ali te bolj zanima arhitektura mesta, barve, art v artu, ne vem, take stvari? Ne bom rekel, da na ta način, bolj me v smislu, kako je že ta beseda, verisimilitude oziroma prepričljivosti sveta, ki je pred tabo Tudi če ni realistično. Tudi če ni realistično. Važno je, da je konsistenten pa prepričljiv. Zdaj pa ja, seveda to je ful odvisno od estetike, predvsem pa od art directiona, ki ga pač, ne vem, tisti oddelek potem odfura in ogromno kiksov je. Naprimer, meni Final Fantasy po 7, ki naprimer ne sedajo dober, ker v bistvu imaš ogromne zmaje pa tipe v nekih AliExpress črnih krilih dolgih, razumeš, to mi sploh ne gre nikak skupaj, ki mi je bizarka. Ja, predtem mali tipi z 15-metrskim mečom, to pa je šlo skupaj. Nekako mi gre za tist cel svet, mi je delovalo ok, pa tudi art je bil zelo drugačen. Veš, kaj tisti veliki pixlasti obrazi, malo risankasti in tako naprej, mi je delalo ok. No. Ker po drugi strani, naprimer Baldur's Gate 1, 2, 3, nisem preigral, pač je zelo zaključena celota v tem smislu Dungeons and Dragons fantasy sveta. Ali pa rečemo, da Dig, ta point and click adventure, ne, je v bistvu kao zelo spacey zadeva, ki ima tudi tako modro paleto, ampak nič ne odstopa od tega, vse je zelo na mesto tam. Tako da, kar jaz iščem pri vizualnem aspektu igre je, da me nič ne zmoti, da me popelje noter, pa da me v bistvu kušne, čisto ok. Imaš plan igrati ta nov Baldur's Gate? Ja, enkrat, mogoče poleti, ponovadi takrat julija, ko moj brat zvizne za en mesec na morje, si sposodim od njega konzolo, pa
si mi to vzame malo cajta. Trenutno pa bom po moje preigral Beneath a Steel Sky, point and click adventure, ker bomo delali z Sergejem Hvala Snetjem njegovo knjigo, no, na Odklikalnik, mislim, da je tak naslov. Upam. Bomo polinkali dol, mislim, da sem zajabal ime. Skratka, napisal je knjigo o pustolovščinah. Nice. Jaz sem kupila lani to Odbita dobita. Prvobitnost. Ja. Kaj pa je Odbita dobita? To je pa podcast oziroma radijska oddaja od Anžeta pa Mojce. No, Ja, prvobitnost knjiga. Še razstaja bila zdaj poti od podčrtaj, poti do podčrtaj. Ne vem, pač isti podobno moment. Od do. Nekaj od do. Ampak je imel veze z računalniškim igro. Nič, nobene veze, samo pač podobno ime. Okay. Nekaj sem hotel vprašati, zdaj, ki si rekel point and click in ki si ga omenjal tak tip igre. Sunless Sea si igral? Še enkrat? Sunless Sea. Ne. Interesting game. Okay. Malo je mogoče frustrating, ker je pač malo survivalist game. Frustrating kot kaj? Dark Souls frustrating, ampak... Nisem igral Dark Souls, težko povem, ampak izhaja iz, mislim, da je bila, predtem je bil neki London Underground, neki taze, ne, London something, ki je bil pač web game in je bil izključno pač text-based in si samo bolj klikal in tako. Pa so pa naredili Sunless Sea, ker je pač dejansko si ti v tem nekem podzemlju si, pod Londonom in si neki na pol pirate in hodiš po teh nekih steampunkiš momentu, ker je hkrati še tako ful zanimiv atmosfera, zelo atmosferično, zelo počasen game, veliko zgodbe in take weird zgodbe. Zanimivo. Pa tako, je malo frustrating, zato ker recimo začneš, pa odigraš eno rundo, pa umreš, pa če nisi prišel dovolj daleč, začneš spet s tem, ki si začel. Dark Souls, ja. Ja, ali pa Ghost and Goblins. Lahko imaš pa legacy, ne? If you get enough. Je pa tako slow pace in zelo atmosferično, tudi dobra muzika od zadnji to. Čeprav se zdali zdaj Sunless Sky, mislim, da je nadaljevanje, ker naj bi bil less frustrating, ker so pač stvari, ki so bile tam tako malo omilni. Ampak ja, jaz sem nekaj ur pustil noter in nisem nikoli obrnil, ampak vem, da je bilo vsakič, ko sem šel igrati. Je bil tak nice moment, tako atmosferično. Kaj pa kakšne žanrske igre? Až kakšen horror? Mogoče. Ne, jaz pa horror nismo bili. Ne gre? Ne, moram priznati, da v bistvu po večini so ali veliki titli, ki so mi šli mimo, ker za eno leta pač nimam toliko časa se s tem ukvarjati, ali pa tisto, kar mi brat priporoča, da pač tole nujno moraš. Ker naprimer zraven 3 leta nazaj, ko mi je posodil pač zopet za poletje konzolo, pa ne vem, je bila 3 ali 4 od PS-a, ki bi rekel, ok, Last of Us prešpila je, pa tle imaš Dark Souls, enko pa dvojko sem takrat obrnil, poli pa rekel, tle imaš pa neko malo zadevo, ki se imenuje Voyage. Ne vem, če poznata to. To je v bistvu 45 minut dolg špil in v bistvu si samo nek plašč z, rečemo temu, kuglo kot za glavo in potuješ po puščavi, nimaš nobenega konteksta, nobene predzgodbe, kakorkoli in ti ni jasno, kaj se dogaja. Samo potuješ po puščavi in se ti začnejo odkrivati ali neke peščine, ali neki znaki, neki drugi plašči, mogoče so to drugi playerji, ali so to neki nagrobniki, ali kaj, nimaš pojma. Pol pa v bistvu preko lastne intuitivnosti ali pa raziskovanja, vedoželjnosti začneš raziskovati to puščavo in prilezeš počasi do nekih velikih zapuščin, arhitektur, niti ni nekih velikih sovražnikov, samo zgolj raziskuješ, si v puščavi. Nekako temu reče, kot da si nek mesijanski lik, ki bo zdaj odkril goro in na koncu dejansko je neka gora, po kateri se moraš skozi snežni metež prebiti. In to je vsa zgodba. Nimaš smrti, nimaš replayov, nimaš saveov, si zgolj ti pa gora. Zdaj se mi spomnil na en odličen game. Kaj je že bil ta Miami? Vice. Ne, ni bil Miami Vice. City. Oh, fuck. Ne, fuck, to je bil pa to, zdaj bom prav poiskal. Hotline Miami. Hotline Miami, ok. To je pa odličen špil. Tako... je to ono, kaj je Murder Mystery prek radija? Ne. To imaš enko pa dvojko. Ko je prišel ven, če si bil dovolj hiter, si lahko po tudi za LP-ko, tako ko ima res hud tudi muziko.
je a lot of dying, very fast pace, ima ta slasher, tako zelo grungy feel, v smislu, da si pač neki v drug deal momentu. Aha, ok. In ti si pač murderer, basically. Aha. Top-down view, old school game look, tako, da bi igral na nekem... Vice City. Kot da bi igral v DOS-u in je tako res good mood in story in vse in ta fast pace in to, ko pač skozi umiraš, pa moraš ponavljati. Ampak ni da skozi umiraš, pa je tako popizdiš, ampak ker je tako fast pace, nekako imaš ta. In je tako, tudi muska je fucking amazing. Kako si rekel? Hotline Miami. Okay. To mi je enkrat kolega predlagal in it's really, really fun. Zanimivo je, mislim, jaz sem gamer jaz sem imel Commodore od leta 88. Torej, takrat sem prvič igre začel igrati, niso igre so. Pa se je ful spremenilo, veš, da ful je art postal, ne? To me je najbolj noro, kakšna evolucija je bila potegnjena skozi teh 30, ne vem koliko let, da bi lahko doživiš nekaj take kot Dark Souls ali pa Last of Us ali pa Voyage ali pa tako ti za to Hot Take Miami. Hotline Miami, veš, da je prišel ven, ti lahko še povem, na Steamu ima 10 od 10, če ne oceno. 2.12 je prišel ven. Koka Gwent. 4.6 na GOG-u, bil kar hit, takrat, ko je prišel ven, pol so naredili še 2. Če se zdaj vrnemo še malo nazaj na ne igre art in razstave, pred kratkim si bil v Peruju, si mogoče videl kaj zanimivega art-related ali je bilo leisure and sports only? Ful sem iskal art-related zadeva, ampak imajo ful izzive. Sem tak izrazil? Mogoče preden gremo v toliko detajle, kaj se dogajalo v Peruju, zakaj si bil v Peruju. Zakaj si bil v Peruju? Ja, ker razen Maša noben ne ve. Nisem hotela biti zdaj tako. Povej nam vse o svojemu lifeu in kako si odšel na potovanje. V Peruju sva bila s Tino na trekkingu po gorovju Huayhuaš. To je bil 10-dnevni solo trek brez vodiča, brez pomoči, zgolj midva, pa 2 16-kilska rukzaka, šotor, pa narava. To je bil glavni cilj, glavni smotr. Imeli smo sicer še karte za Machu Picchu, ki smo si ga tudi pogledali. Ostalo je bilo pa, če bo, če ne bo ne. Koliko cajta ste bila pol vse skupaj tam? Skupaj, mislim, da 23 dni. Okay, pol nekaj mogoče cajta ostalo še za kaj drugega. V bistvu tako je, to je ogromna država, precej časa potuješ med različnimi lokacijami, ne? Predvsem med Limo pa Huarazom je recimo 8 ur, pa potem notranji let smo imela med Limo in Cusco, kjer je Machu Picchu blizu. Ne? Vmes smo imela ravno toliko časa, da smo v Huarazu skušala najti neko kulturno srenjo, ampak je ni, še kina nimajo. Huaraz je v bistvu 350,000 ljudi, ni kina. Ni galerije. En muzej, ki se ukvarja malo antropološko za njihovo zgodovino, predinkovsko zgodovino, ki je bil ful zanimiv, ampak je zelo tako, se veš, ful kamnov, zelo zglancanih od dežja in tako naprej. Par hudih dizajnov, pa ogromno skic gomil in takšne zadeve, pa naprimer one lobanje znane z podolgovatimi značaji in tako naprej. V Limi smo pa imeli en dan časa, da smo obiskala njihov glavni muzej, kjer je pa glih bila razstava o inkovski kulturi, tako da pač glih ta najbolj turistično, klikabilno zadevo. Smo pogledala pa njihovo stalno postavitev, ki pa moram reči, predvsej predvidljiva. Ker nekako tam do 19. stoletja so se ful ukvarjali s tem, kaj so jim Španci naredili, ki jih pravilno označujejo za okupatorje pa klalce v svojih postavitvah. V 20. stoletju so pa dosti evropskih vplivov potegnili, tako da v bistvu vidiš potem nastanke ekspresionizma pa kubizma in tako naprej, ampak tega je ko solate noter in meni najbolj presunljen. Še najbolj mi je bil zanimiv njihov barok, ker je nekako prepleten z vplivi njihovega grafičnega značaja teh njihovih vzorcev, ali so to vzorci narave, kače, mačke, kakorkoli. In naprimer, realistično upodobljena starejša gospa v baročni sliki ima potem kar naenkrat zelo ploskovit vzorec na njeni baročni obleki in je tako kar malo ti možgan zlomi.
in je ful zanimiv zgodovinski moment ga zaznati. Drugače ostalo je pa ful tak, kako ne rečem, kot da bi bil na neki španski rekonkvista, baročni, rokokojevski ekspediciji, veš, tako ful je tega kiča, zlata, malo morje, dekorje in tako naprej. Španci so jim naredili kaj štalo. Oni so pobili v 16. stoletju celo plemstvo, elito, tisto, kar se je pač podvrglo, je prevzelo evropske običaje in njihova kultura je šla niz brdo precej hitro, napram originala pač. To je moja izkušnja tega. Kaj pa kakšni ornamenti, tako arhitekturni, pa to tega je kaj videti? Ne, dosti je porušeno. V bistvu Španci so bili precej neusmiljeni. V Cuscu ena lepa, izjemna španska katedrala, kjer imaš noter v bistvu take, jaz temu rečem Jimi Hendrix Jesus, ki je tako ful v takem 60s barvitem plašču Jezus, malo temnejši kot pa ga naša evropejska enačica. Ampak vse noter je ful tako načičkano, svetleče, rokokojevsko, dolgočasno. Sedi pa ta cerkev na temeljih njihovih inkovskih oziroma predinkovskih templjev, ki so dejansko vzdržali vse potrese in tako naprej. Tako da to je vse, kar lahko vidiš. Ni pa to, kako rečem, ornamentalika. To je v bistvu samo neka ful huda arhitektura, dosti dobro zrisana, izklesana, z velikim znanjem, ni pa ornamentalna. Podobno kot v Evropi, ker se je tudi krščanstvo vse podredilo. Ja, s tem Samo da o tem manj govorimo, ker se je to kao ratala naša kultura zdaj. Ja, se to bolj to je, tako kot se danes pravi, ne vem, ko vidiš Miklavža, pa rečeš, ja, to je slovenski običaj, tako, is it really? Mislim, veš, kaj hočem povedati? Ne vem, kaj hočeš povedati. Veliko naših cerkva tudi tu pač po Sloveniji stoji na nečem drugem. Pa ljudje niti ne vemo več. Ali ne vemo sploh, ali se še nekje mogoče ve. To je bil ta prav krščanski pohod, verjetno. Ja. To je, ker se je potem z kolonializmom še potenciral. Tam je zanimivo, da imaš dejansko in your face postavljene ostanke. Mislim, imaš neke ločena arheološke najdbišča, ki so odprta za javnost, ampak tisto so take gomile, pa ogromne postavitve teh kamnov, ali zgolj neki temelji. Vse je bolj sveže, ne? Ne sveže. Ne, mislim sveže v smislu, da je prisotno je. Kasneje se je zgodilo pri njih. Ja, v bistvu to, mogoče zaradi tega. Ja. Bolje, kako ne rečem, njihova kultura imela čas doživeti nek vzpon pa padec, ker pri nas se mi zdi, da že Slovani smo prišleki, bili med 4. in 8. stoletjem, da se v bistvu ukvarjamo z Rimom tlele kot nekaj tisto, kar je naša zapuščina ali tisto, kar je bilo prej. Ja, ko imaš Longobarda pol še po tem severu, ki so verjetno bili. V Peruju je zanimivo, da v bistvu vse tisto, kar je ful prisotno v njihove kulture, je nad tlemi. Ja, veš, in your face, ne moreš ga ignorirati. Tudi Španci ga niso ignorirali, zato so nekako delali na tiste gor. Ampak lepo je videti, da so vse v muzejih zdaj to postavili, tako da je jasno videti, kaj se je zgodilo. Ne, oni so brutal postavitve. Prav, podobno kot sem na Nizozemskem oziroma v Amsterdamu videl, kar mi je zelo všeč, da se v bistvu ta, ne revizija, ampak pač ponovna osvetlitev nizozemskega kolonializma pa sužnje lastništva na novo piše tudi v njihovih muzejih, kjer imaš v bistvu ogromne te brezvezne portrete vseh tistih meščanskih plemičev, mislim meščanov in plemičev, pa potem na posebni tablici zraven piše, ja, sicer pa je ta tip tudi, ne vem, imel 1000 sužnjev, od tega jih je on lastnoročno, ne vem, 50 poklal, mogoče 5 posilov, karikiram seveda, ampak tako. V bistvu so zelo bolj prisotni v tem smislu. Tako kot v Peruju, ampak tam so pa brutalni na ta način, da pač kao, ja, Španci so bili okupatorji, ne naši kao, Španci bi temu rekli evangelizirali Peru, ne, oni so jih klali pa nasilno spreminjali, kakorkoli bomo temu rekli. Drugače pa Luštni muzej, ful dober, zasnovan kot neka taka U-shaped, 13-stropna stavba, malo baročnega značaja, ampak svetla z ok postavitvijo, tako da, fajn. No, če imate kakšen weekend fraj. Lej, drugače, Peru je ful poceni. Peru nekako primerljiv z... Mislim, karta do Keniji poceni. Karta je bila 600 € povrat. Ja? Ej. Ok. Ja, ni tako drago. Nisem še videl tako poceni karte, za karkoli čez tja čez. Vidva smo kupila prek Nomagoja 3 mesece prej. Pa ne z busom, ne? Delta Airlines je bil.
Delta Airlines. Ja. S kje sta letela torej? Benetke. Direkt. Ne, Atlanta pa potem naprej. Okay. Vse skupaj ne 10 ur. Mislim, mene res preseneča ta cena, to je res ugodno. Ne, sedaj. Mislim, lete za po Evropi videl tašne. Ne. Kaj ne? Bolj poceni dobiš. Samo prej se moraš spraviti. Ne, Odvisno kam. Ja, ok, lej, Barcelona 50 evrov. Če si 3 mesece prej. 50 evrov. Helsinki, če nisi lih v pravi sezoni, 400 evrov. Ja, no to je tudi res. 200 evrov razlike govorimo. Ne vem. Odvisno od destinacije. V prihodnosti načrtujete še kakšen obisk kakšne države, kamor bi si šla, mogoče kaj bolj art-related pogledat, kot sta bila zdaj na Nizozemskem, ko sta šla v Vermeerja? Ja, Španija me vleče, to še nisem obdelal. No. Zdaj ne vem, če bo ti nazaj, ampak saj že težim, oziroma jo najedam že 6 mesecev. En takšen trikotnik, Barcelona, Madrid, Bilbao, pogledati Prado pa Gojo. Pa mogoče kakšna zanimiva razstava tukaj doma, ki si jo pred kratkim videl? Ki bi jo rad omenil, pohvalil, pograjal? Pohvalil bi v bistvu razstave. Ja, ful ne hodim na razstave, mogo bi več hoditi na razstave, priznam. To se mi zdi, da je kar nek skupni imenovalec vseh najinih gostov, ki sicer se aktivno ukvarjajo z umetnostjo, da na razstave pa v bistvu noben ne hod. Ja, ampak a ste se vprašala, zakaj? Jaz si zdaj ne bom upala na glas trditi, da vem zakaj, ampak vsem bom... Ne, se ne radiš poimensko. I will put this out there. Se ne radiš poimensko. Da slišimo zakaj. Jaz se včasih ustrašim vpliva. Ne? Kot umetnik. Ja, v bistvu včasih samo ustrašiš, tako so me zdaj poperujejo, vprašali, a je kaj vplivalo na te? V bistvu moj pravilni odgovor je bil, upam, da ne. Veš, kao na moje delo, ne? Upam, da imam dovolj čvrsto zastavljeno idejo, pa koncept in tako naprej, kaj bi rad počel naslednje 2-3 leta, da to ni vplivalo name na ta način, ne? A veš, mene v Peruju je vplivala gorska stena, ki se 3000 metrov nad tabo pne direktno iz tal. To je nekaj sublimnega, nekaj, kar možgan sploh ne more hardcore zaobjeti, razumeš? Ne more niti v besede dobro dati, ne? Kaj šele, da bi fotografija. To je name vplivalo. Ne, da bi zašel z nekaj hribčke delati z snežnimi vrhi, whatever. Ne? Po drugi strani se pa malo včasih ustrašiš, ko pa pogledaš neko hudo razstavo, pa priješ v tele, pa 2 meseca samo o tem razmišljaš. Mene, naprimer, Van Gogh v Parizu in v Amsterdamu iz tira vrgo. Ne? In sem malo poznal na mojih slikah in tega se hitro ustrašim. Ne? Tako da jaz mogoče sumim, da se umetniki malo tu pa tam šparamo, da pač ne zapadeš na hitro, ne vem, na neko foro, ki si jo videl. Pa bi šel pogledati v bistvu razstave, ki niso slikarske. Ne, v bistvu i takrat greš pogledati nekaj, kar te navdihne, ne? Ampak mogoče bi jaz osebno, zdaj pa res zašel, kaj jaz osebno rad vidim, je kot prvo velika dela, nekaj, kar me navduši, nekaj, kar me nagovori, pa mogoče nekaj, kar jaz nikoli ne bi niti delal ali pa razmišljal. Ne? Nekaj, kar mi je popolnoma tuje. Zdaj, ali so to ogromne inštalacije, ali pa slike, ki jih niti ne bi zmogel narediti, naprimer, ali pa materijali uporabljeni, ki jih nikoli ne bi niti uporabljal. Naprimer, ne? In naprimer, ena izmed takšnih razstav je bila v Ptujski galeriji Mesto, razstava 4 umetnikov, Ficko, Jakše, Iva Tratnik in pa še en, za katerega je imel se... Iz Hrvaške, ne? Jaz sem žal pozabil, ampak Iva Tratnik me tam ful navdušila. Ja, tista razstava je bila res. Točno sem vedel, kje je njeno delo, pa kje je njena roka, posredi in ona je meni izjemna, da kar povem. Ampak tle bi se jaz nekaj drugega vprašal. Sej jaz ta pomislek razumem in je popolnoma upravičen, ampak hkrati je pa tudi to vprašanje potem, da če nisi na tekočem. To ni stvar tekočnosti. Jaz gledam non-stop zadeve, razumeš? Ampak se razumeš razliko, ko v živo nekaj vidiš, ne? Ali pa online spremljaš. Naprimer, sem naročen na Malo morje revij, pa Malo morje folka spremljam. Ali na Instagramu, na Tumblrju, ali pa na Eflux reviji, ali pa Artforum sem naročen. Razumeš? To ni stvar tekočnosti, da ne bi vedel, kaj se dogaja v Artworldu ali pa nasploh v tvojem lokalnem okolišu. Ne. Gre se za... Mogoče kao, da ne vem, se glih malo prišparaš, ko si v nekem ključnem momentu svojega dela, da si rečeš, ok, malo se moram šparati, malo moram biti nedolžen. Po Sloveniji je kar potrebno iti na razstave, da si na tekočem, ker ni dovolj objavljeno na okolje, da bi vse najdel. Še za tvoje dela sem imel probleme, ki sem iskal. A res? Ja. Jaz sem pa feeling, ko sem nosto poplavljen z vabili, pa z pricem. Jaz sem vabila, ti nič ne pokažejo, ne? To že. Ne, sej...
tako pač, ja, no, na tekočem, kar se tiče sveta, je zelo enostavno biti, ampak v Sloveniji se mi pa zdi, da je malo težje. No. Ampak dobro, če si na tekočem, kar se tiče sveta, pol si nekako na tekočem bolj nekaj se dogaja. Ne vem, meni se zdi pa, da naša scena še mogoče precej takoča, ali pa mogoče... Ne, nisem mislil, da ni tle si je mogoče malo narobe razumel. Ne, da ni, da ravno zaradi tega, ker je naša scena na tekočem, potem če vidiš, kar se dogaja v tujini, potem si nekako na tekočem, kaj se nasplošno dogaja. Ampak ja, če hoče spremljati, kaj se pri nas dogaja, zdaj to je bolj mogoče mojega in mašega vedika, ko moramo vedeti tudi, kaj se dogaja. Če hočeš vedeti, kaj se dogaja v Sloveniji, vseeno moraš stvari tudi malo pogledati. Seveda, absolutno. Je pa res, mi smo si različni profili, ne? Vidva sta nekako primorana, kao se soočiti z skoraj da slehernim delom, če želiš biti in touch, ne? Ali pa biti središče mreženja, kakorkoli. Jaz se lahko povem, da je zelo težko biti in touch in slediti vsemu, če si na periferiji. No, moj point je pa pač kao včasih, pa je mogoče privilegij nekoga takšnega, kot sem jaz, ne? Da si pač rečeš, ne, jaz ne vem tega. Ja, veš, dejansko pač lahko berem o tem, lahko razmišljam o tem, lahko pohvalim, lahko se pokonektam s tem človekom, kakorkoli. Ne rabim pa vedno biti v stiku, ravno takrat, ko mogoče meni ne paše. Zdaj ne vem, to se mogoče malo romantično sliši, ampak veš, neke določene senzibilitete so ful hitro povožene, ko jih prineseš v atelje. Jaz imam malo morja platnih, ki sem jih zavozil ravno na ta način. Ne, da pač pride z nekim novim zanosom ali pa v nemo, pa začneš pacati tisto brezvezno površino in vidiš, ne, to nisi ti, to je kar nekaj od zunaj prinešenega. Ne. Po drugi strani se pa z veseljem lahko berem ali pa pogovarjam za Sanelo Jakič pa Niko Avtor, naprimer, o tem, kaj delate pa čist x delo od mojega, ne. Je dokumentaristično, je raziskovalno, je predvsej bolj intelektualno od mojega, ne. Ampak me navdušuje točno to, kaj oni dve počnete, naprimer, ne. A veš, je zelo drugače. On that note. Hvala, čau. A ja, kar to mi to left the chat. Ne, mogoče bi počasi zaključili, da ne bomo res... Koliko smo? 2 uri. A 2 uri smo? Ja. Ja, ker sem še... Porezana, ful. Ne, to gre vse not. To gre vse not, ok. Še ona, najbolj oni porno igrali. Ja, To bo kar tako več. Ne, tisto bo svoja mini epizodica. To gre na OnlyFans. Tako. Ja. Vidiš, to recimo ideja. Lahko se z vsemi pogovarjamo o porno stvarih in damo to na OnlyFans. Moram se jaz malo izobraziti na teh starejših bejbah, ki so zdaj že v drugih. Ja, bomo naredili eno anketo med našimi poslušalci, koga so kaj gledali, koga gledajo, in bomo pač šli v research. Ok, pol mogoče bi še kaj mogoče povedal. Si se izčrpal. Boš šel kaj na LGBT filmski festival, ki se trenutno odvija? Ne. Ni, da ne bi htel, ampak nimam časa. Ne, da ne bi htel, sem da ga ne bi preveč. Da se ne bi preveč vplivali. Da ne bojo bolj kar neke queer pa translovci pa transcrne. Srna, ki je košuta. Srna, ki misli, da je košuta, ja. Ja, ta srna cis. Okay. Ne. Zdaj bomo zgubali četrtino publike, ki me iz pitija poslušajo. Okay. Iz pitija poslušajo. Če sem čisto hitro, šlo mi je, da se odvija, to pa res nisem imel reklame. Šele, ko je bil ta news z tem groznim nekim požigom zastave, ali what the fuck je bilo to sranje? Ste to videli to? Ja, to je bilo v soboto, drugače. Ja. To zgodilo, ko je bila otvoritev festivala. Ja. Jaz sem sicer šla ta dan v kino, sicer ne na ta festival, ampak sem šla to Rdeče nebo sem šla gledati. Na redni spored, ampak pol je bila pa otvoritev LGBT festivala filmskega in ja, in pa so pač to mavrično zastavo, ki je visela pred kinodvorom, so jo eni dol sklatili pa zažgali, pa ne vem kaj. Pa so neko objavo naredili na Instagramu. To so po mojem Uniki, so že enkrat to delali na tem... Požigalci. Ne, ni bilo to na lihta zadnjem Pride, so tudi neka skupina zdaj. Ja, nekaj v Mariboru. Takšnih kriterov ne zmanj. Ne, tako da odkito mi je šlo, da je festival že Animeteka, mi je šla vrh glave, liv sem kome dal skozi. Ja, nič delati, pa sam ven hoditi. Pa bo pa že bienale počas, pa bo treba spiti. To. Še to, ja. Ok, ajde, zaključimo. Ja. S čim zaključimo? S krikom. Jaz imam outro, lepo prosim. Če bi poslušal kdaj kakšno epizodo, bi vedel. To bo ta prva stvar. Če bi poslušal kakšno epizodo, bi vedel. To bo ta prva stvar epizode za vse, ki nas poslušajo prvič.
Danes sem šla pogledat, imamo 40 naročnikov na YouTubu. Ja? Lepo. Ja, od tega jaz dvakrat. Ne, malo vprašam, tak podcaster, zakaj delate na YouTube? V čem je fora? Zato, ker so full friendly. Ker sva na neki točki imela dost vizualno podprt format. Ker se ni začelo kot podcast, mogoče zato. Ker se ni začelo kot podcast. Ne vem, če veš, kakšen je bil začetek. Naš projekt je bil res, tako kot piše tam, je bil res bolj paraumetniški projekt, ki poslušalcu ponuja vpogled v specifično ponavljajočo se prakso neformalnega dialoga med likovno kritičarko in urednikom. V bistvu na začetku je bil chat, sploh ni bilo govora. Ja, kako se mi prek Facebook chata pogovarjala. In je bil v bistvu video in se pač ti mogel spremljati video, kako se mi pogovarjava. In je bilo full memetov in gifov in vsega, sam je bilo težko spremljati folko in full ljudi je rekel. Ker si mogel dejansko pač 1 uro brati, ne? In nisi mogel brati po svojem tempu, to smo se tudi pogovarjali. Takrat smo še razmišljali, da bi mogoče dali nekomu razvitko neke vrste web application, da bi v bistvu prišel na spletno stran in bi lahko veš, kot na telefonu, ko gledaš chat, pač ne vem, neki cajt nekaj bi prebral, pa bi pol pustil telefon, pa bi pol nekaj drugega gledal, pa pol se spomnil, ja se res, pa pol šel nazaj. Sam to ni nikoli ratalo in je bil vedno samo video oziroma stream, tako še live stream je bil na Facebooku, če se prav spomnim. In to pač je bilo kar zahtevno za gledati. Ja, tako da potem je par ljudi izrazilo željo, da bi mogoče in midva so uklonila 2. Da bi mogoče to lahko bil podcast, kar je sicer Jernej že prej imel idejo, pa sem bila jaz bolj tako, jaz mogoče ne bi. No, ampak pa sva se odločila, da ja. In zakaj je ostal ta format videa? Med drugim tudi zato, ker je meni ful carsko se igrati s tem, kjer je primikajoče slikce bom dala od zadnje. Pa pol so se pogovarjala, kaj dati od zadnje, pa še so ideje, ki se že niso uresničile. Jaz mislim, da moramo še vedno tisto narediti, posneti ta folk. Ja, no pač meni se je zdelo, da je nice. Mislim, zakaj pol, če je že na YouTube, ki v bistvu, zakaj ne postav ta kamera pa čao? Ja, ker to je pa malo awkward, ne? Ne, to še nismo prišli do kje. Rabimo še dobiti kakšno iniciacijo. Zdaj ti si eden, še eden. Aha, ja. Vsaj dva. Okay. Mislim, no, jaz dvomim, da bi hotel kdo najne face gledati 2 uri. Mitovo mogoče, ja, ampak... Ja, lahko tamo samo tako full close-up na gosta. Ja, samo tako oči, veš. Dodgy eyes, pol. Ne, ali pa nekakšen tako full specifičen del telesa, recimo, ne vem, od enega samo komolc. Aha, ja. Tako full senzualno, kako se premika. Kako dlake naraste v dobrem vprašanju. Ja, to je pol spet za na OnlyFans. Ja. Veš, da imamo material za ta OnlyFans? Dost. Hvala vam, drago občinstvo, za vso vašo pozornost. Najlepša hvala, Mito, da si prišel danes in se pogovarjal z mano. Upam, da si se imel fino. Ostale podcaste najdete na vseh glavnih kanalih, kot so YouTube, Spotify in Apple Podcast. Novo prispele epizode pa deliva tudi na Facebook in Instagram. Glasbeno podlago za intro in outro sta pripravili Ema Kobal in Urška Bajec-Košmrl. Morebitne pripombe, nasvete, graje in pritožbe sprejemava. Morebitno namigovanje k tem, da bi mogoče kdo rad videl Dodgy Eyes od gostov na videu ali karkoli podobnega. Lahko sem gif, veš. Lahko pa nama pošleš mi to kakšen gameplay svoj, da ga dava za to zadje. Ja, dej kakšen res ta point and click adventure, ki bo ful zanimivo gledati. Isto tako na streamu uporabljal, štale fotko, pa potem kao tiste chatboxi, pa fuck, to se vklopilo. Ja, pa gif pričakujem, gif meme. Ok, kakšen gif meme? Ja, ne 15 minut sajta imaš. Ja, ne, nekaj, kar bo... Vidva se ful pogovarjate, pa zmes pa gledam v kamer noter, pa ona muska od Curb Your Enthusiasm. Jaz bi tako, ne, da zaobjame srž tega dogodka, pa po možnosti, da vsaj jaz izpadam dost cool. Zdaj si ful naročnica. Tako, se je rekel, da rad sprejema naročine. Ej, dejansko sem, samo tako za intermezzo, za GIF med COVID-om, sem delal meme za KGLU, so me plačali, I got a paid gig job. Imeli so za storije, kao tako malo. Nice. Ja, sem bilo ok. Ni bilo ful hudo plačano, ampak ne, plačano. Platana. Ok. Bye. Aj, čau. Ja, tak. Ja, poslovi se mi to. Bolj ritenski priklop ali bolj
A je bolj na konc za haha ali je bolj na začetek, da mogoče bo kdo celo poslušal? cel del? A to kdo poslušal? Evo, to imaš dobro. Boš naredil kakšen gif na to temo? Na kiro? Na Na to, ta pogovor. na ta štih v srce zdaj. Štih v To lahko srcem. snameš, kot v bistvu ona mače dlake z valčkom dol. Tole, gor pa dol. Ja, poriti te bomo tudi, prejšnji si pozabil. Ta hladilnik tvoj je tako full. Žan z one strani, v bistvu pivo meni. Heist. Ja, ja. Sliši se tako, kot da bi bil nekje full oddaljen tale. Ne. Osu. Če ste kdaj slišali osle. Osla? Ja, Ja, je. Je jaz, malo tako. jaz zelo take. Malo pohodno pa tečno hkrati. A so pohotne? Osle? So sam tečni. Ne, oboje gre, je pa skupaj. Nikoli nisem šel preveriti. Jaz, Jaz poznam samo enega osla, tako bolj osebno, aha, ampak ne vem, če je še živ, drugače se kliče pa Marko. to je res osebno. Drugač hotla sem Mislim, reči. ne, ni človek to je dejanski osel. Ja, Okej. To bi lahko bil zelo hud diš, če bi bilo tako drugače mišljenje. Gremo. Meni fulkrat piše Maša z Volta. Ja, Maša. meni tudi, a tam je sam tako, sem like eno Mašo imajo zaposleno. Ne vem, tako sme. Maša z Volta, Maša z Volta. A tam pri vas imate Volt? Kaj? Šempetru. Ja, dejansko imamo in imaš tako 4 restauracije na izbiro. In si tako, Ko štiri pizzerije. Ne, imaš eno pizzerijo, ki je v redu, pol imaš eno pizzerijo, ki ni v redu, pol imaš McDonald's, pol imaš neko Madonco, ki ne vem, kaj točno imajo. McDonald's, ok. Ja, no naprej. Sorry, ker nisem rekel Meka. Ne, mislim sam, there was a pod, ok, ja, in en kebab. Ne, in pol neke 2 pekarne, nekaj takega, nič pametnega. Škofje In- Loki? A ja, veš kaj je zadnjič napisal? Veš kaj je zadnjič napisal, ker smo šla gledati, zdaj so že probali parkrat Volte, zadnjih par tednov in ni šlo. Napisal je, zaradi prevelike obremenjenosti v vaš konc ne dostavljamo. Ker smo bili malo preveč, vam damo samo to, kar je blizu, kar ni A noč. nista vidva v centru Šempetra? A ja, iz Gorice pripeljajo. Ja, ker v Šempetru ni nič, kar bi voltal. Aha, ja, ok. Pa tudi če v Šempetru za voltati je brez veze, ker je res 2 metra stran. Čakaj, a voltanje je glagol? A ne, to, jaz tudi prvič slišim to. Ja, če si unika dela, voltaš. Ok, a tisti, ki pa je user, pa gremo voltati, ali kako je to? Mi to ti nikoli ne boš voltal, tako da ne veš. Ne, jaz še glovam ne, ali pa kaj je ona konkurenčna. Nabor veganskih restauracij v Škofji Loki. Je, sirov. Porazno. Hotel sem še to dodati, ne, da imaš Mašo z Volta Aha, in obstaja tudi Bolt, ki ima in hrano in tipo taksi servis, A ni Ja. Bolt unskiro. tudi skiroje imajo. aha. Unimaš pa ne vem kaj, nek drug model ti piše. In je, a ja, ni Maša, ok. Ja, in tudi... Mislim, da boš rekel, da je tam tudi Maša. Ne, Jaša. Neko ime je bilo, se ne spomnim. Ker Bolta v Sloveniji ni tega, ne. To je bilo v Pragi. Nima veze. V glavnem, tudi nekdo ti piše, tako, to je važno. Mora Zelo- biti osebno. V bistvu je pa kar nek brezvezni AI tam v zadju. veš. Ful parjato. Ja, ja. Ok, to bo zdaj ločena epizoda, samo mito bloopers. Ja? Tako. Okay. Ajde, uvod. Ja, uvod. Okay.